tisto, kar mu pomaga, da stopi ven, je to, da ve, kako je prišel noter, kako stvar deluje. To, ko se zaveš, naprimer v tem primeru, ko se zavemo, da trg deluje na ta način, da ne že samo to sili noter, kako je ta razlaga trga ni, kot običajno slišimo, nek naraven mehanizem, ki je vedno obstajal, vedno bo, drugače sploh ne more biti. Ko vidimo, da je zadaj cela filozofija neke morale, moraliziranja, ne pa, bom rekel spet, naravno stanje, ko se zavemo teh točk, lahko stopimo na nek položaj. Ne? Se lahko izkopljamo iz tega, kar se drugače v sociologiji imenuje socialno nasilje. Ne? In socialno nasilje ima zelo dobro definicijo. Ne? Mi sami priznavamo to nasilje, ga sprejemamo, dokler ga ne spoznamo, ne? Ker je nespoznano. In to je pa spet polje, na katerem je Simon, po moje, zelo dober, ker to socialno nasilje s temi strukturami dejansko na način, kako deluje, in deluje že od otroštva, ustvarja naše možgane. Ne? Dobesedno za temi svojimi strukturami dela naše kognitivne strukture. Zaradi tega je potem tako težko stopiti ven, ker je treba ustvariti, filozofsko rečeno, nov subjekt. Ne? Dobesedno nov subjekt. Ne? Ja, novo okolje, ja. In to je potem ta neposredna demokracija. Če mi upeljamo neposredno demokracijo ali pa ekonomsko demokracijo v podjetje, to ne bo to, danes smo upeljali, jutri bo pa vse v redu. To bo proces, to je treba nekaj, ljudje se morajo skozi to zgraditi. Pa še eno naivno vprašanje, ki se navezuje, kako pa ti, ki so na vrhu, ne, pa si recimo tudi rekel, da konec odnari vse, pa recimo, če jih daš v nek poskusen model vesoljske ladje, ugotovijo, da ne vzdrži, ne. Ja. Kako njih prepričati, oziroma kako se z tiste strukturne pozicije, z tistega statusa izstopi, oziroma kakšna motivacija je, ali pa jih mora drug pač obrcati od tam. Zdaj, klej, se mi zdi, da je treba dvoje. Ja, po eni strani je to, kar se ene raziskave kažejo, da zelo veliko ljudi, sploh v finančni industriji, imajo osebnostno strukturo, ne vem, sociopatov, ne? Ampak zelo veliko ljudi v podjetjih ali pa menedžerji pa gor, pa dejansko delajo to, kar delajo, ker morajo, ker je sili strukturna pozicija. In tukaj pa treba upoštevati še tisto, kar smo prej govorili, statuse, te neformalne statuse. Če tak podjetnik vse to ve in poskuša delati drugače, ne, bo izgubil neformalni status v odnosu do te skupine, v kateri je. On bo dejansko mogel izstopiti iz te družbene skupine ali razreda, v kateri se nahaja, in se spustiti, naprimer, v neko čist drugo, naprimer prijeti v Združeno levico, če smo že pri tem. Ne? In to je lahko za nekega posameznika zelo velik udarc in kazni. To vsi vemo, kakšne kazni lahko določena čist neformalna skupina ljudi, neformalna skupnost, v kateri se nahaja, lahko na takega posameznika usmeri. In to je tvegano področje. Ne? In zato je pač, tako kot sem prej rekel, to ne gre z uvedba, da bo potem z dekretom ali pa bo pošlo v ene. To je nekaj, kar se izgrajuje in tudi ne moreš delati samo na eni točki. Upeljati neposredno demokracijo, naprimer samo na politični ravni, ne da bi na ekonomski, ne bo šlo. Ker potem tisti, ki bo neposredno odločal na politično, bo naslednji dan prišel zjutraj v službo, ker mu bo rekel, pej za stroj pa delaj mi 12 ur. Pa bod tiho, ne? Pa šlo popolne na Facebooku, ne smeš nič takega napisati. Ker boš potem naslednji dan bolj, da sploh ne prideš, ne? Skratka, ne gre, ne? To bo treba nikoli. Je pa to, o tem bo še razpraviti. Ja, jaz ne vem sicer, kaj še sledi. Lahko jaz mogoče samo na tole, a je to drugo vprašanje že? Ne, sem drugač, ko bi še na tole, tudi pol preden začnem jaz tudi s tem, pa še drugim vprašanjem, bi tudi na tole imel jasni odgovor, ki je tudi povezan s tem mojim sicer nadalje, ampak
To je, recimo, lepo je vidno iz takšnih konkretnih primerov, verjetno ste zasledili kakšnih dokumentarcih, se je to lepo vidno, takrat je to zanimivo prije do neke lastne psihoanalize, kako bi človek rekel, teh ljudi, ki so pa recimo izstopili, recimo, ravno na teh je mogoče še najbolj vidno, ki so nekako izstopili iz tega peklenskega stroja, bi jaz rekel, kapitalizma, matrice in vsega tega, kar je Boštjan govoril, in tam se mogoče najlažje vidi z neke samorefleksije, kako tisti ljudje to opisujejo, oziroma vidimo lahko in to, kaj je bila tista motivacija, da so prej not obstajali, oziroma kako so dojemali, kaj je bilo, in res je to, da ni bil recimo samo denar, ampak je prišlo res že dobesedno nekih spet predvsem v netekmovalnosti, kako bo absolutna številka denarja sploh ni bila več pomembna kot neke vrste droga, ampak predvsem v tem smislu relacijskem, koliko bo on napram drugim sodelavcem ali pa drugim podjetjem in tako naprej izpadel. Tukaj vidimo, da je to za tisto najbolj globoko vgrajena ta razmera več vrednosti, uspešnosti in tako naprej. Glih tisto, kar je treba zavrniti, tiste razne liberalne ideologe in tudi javnomnenjske voditelje, ki jih je sicer po imenu omenil, recimo med njimi omenil tudi Boštjan, ki tle razlaga, da je tukaj pa obratna situacija, ampak to bom se potem lotil. Skratka, ampak iz teh, recimo, to so bili te tako imenovani ex-ekonomski morilci, imamo te, ki so to delali, te šok terapije po drugih državah, so se povratniki iz tega bili neki izstopili, pa potem poročajo. Potem imamo tudi te bivše bankirje, borznike in tako naprej. In tam pač opisuje očitno, zdaj, da znotraj, eno je sigurno to, kar je tudi Boštjan rekel, glavna mehanizem tukaj, in to treba tudi, ki se premalo zavedamo, je spet sistemski. Se pravi, če imaš ti pravila igre nastavljena, se v tem okolju začne oblikovati obnašanje, vedenje v skladu s tem, ker je enostavno to, bom se jaz lotil tega, pač, koliko je tudi Boštjan že malo nakazal, potem to se uprogramira, kodira v možgane in v same odnose med ljudmi posledično. To so ta pravila igre. Potem pa okrog tega obstaja pa neka variacija, ne? In zdaj nekdo, ali pa, kako bi rekel, neka nadgradna, ali pa, mislim, se pravi, lahko nekdo svojo lastno še osebnostno strukturo in tako naprej psihološko, ki je vedno spet pa tudi neka Gaussova razporeditev tega, ne? Imamo lahko nekoga, ki bo tukaj se še ekstra znajdel oziroma zelo dobro znajdel oziroma še ojačeval te mehanizme, jih zaostril do skrajnosti in tako imamo tudi raziskave, da je v teh elitah, na teh višjih statusnih pozicijah veliko večji procent psihopatije, teh lastnosti, ki so drugače značilne tudi za serijske morilce in te bi mogli ločiti potem od tistih, ki pa na nek način so bolj pasivno v tem smislu, in tisti pa pač včasih tudi lahko izstopijo, če že bojo tisti prej izstopili. In so ravno to poročali, te pričevanja teh izstopnikov iz tega stroja, da enostavno na neki točki niso več zdržali, zato ker so še imeli ohranjeno to neko empatijo, ki je bila samo zadušena nekako, je pa bila prisotna, za razliko od unih, ki pa recimo so brez empatije, brez vesti in tiste bi mogli tudi kazensko pravno in s temi bomo pa zelo težko, s tistimi pa ni dovolj, da samo okolje zamenjaš, recimo. Medtem ko pa teh drugih je treba drugače obravnavati, glih iz principa pravičnosti tudi, zato ker te drugi sledijo pa verjetno, samo neki taki teoriji banalnosti zla, podobna teorija, kot je bilo recimo pri teh nižjih uradnikih nacizma, ker pa tudi vidimo, da gre samo bolj ali manj za to sledenje pravilom igre, neko birokratsko podrejanje pač, ampak seveda posledice so lahko bili tako hude, tako da to ne pomeni, da so te, ki zdaj spet, da bi bili pa čist brez odgovornosti ali da ne bi mogli to sankcionirati in tako naprej. Skratka, sam hočem to reči, da pri nekaterih pa še ta osebnostna struktura to zaostri in to je pa tudi znano, da osebnostne, to spada pod osebnostne motnje, ne sociopatija, psihopatija, je pa to praktično tudi medicinsko neozdravljiva, to se pač razvija neki pristopi, ampak to je ena izmed, za razliko od duševnih bolezni, je to najhujše vrste fiksnih zadev. Tako da jaz vidim te dve zadeve, ki lahko tudi tukaj pojasnita potem, recimo te, je pa siguren za večino, da nastavimo neko drugačno, bi rekel, set point, kako izhodično točko, vsaj povprečja, je glavno to, da zamenjaš okolje. Ko boš zamenjal okolje, potem se bo tista večina, ki nima izrazito, ki ni na uni krivulji, v to sociopsihopatijo, se bo pač tem novim pravilom igra prilagodila oziroma se bo že od rojstva naprej vzgajalo, programiralo možgane drugače, ampak tudi, ker bomo pa verjetno imeli tudi v tistem idealnem sistemu, in to je pa tudi en izmed odgovorov, zakaj potem se kdaj tudi kakšen med drugim, drugo je to, da je bil že nastavljen sistemsko, ki je lahko narobe, ampak zakaj pa tudi ta večja nevarnost, da potem se pa tudi najboljši sistem bi lahko hvalil, če takoj tega ne mislimo naprej, kot pri šahu par potez, da pa se zavarujemo pred temi, ki bojo pa že zaradi psiholoških nihanj, variacij,
ki je pač, recimo, če predpostavimo tudi to svobodno voljo, vedno možno, da je pač nek delček bo vedno tak, ki bo pa imel recimo te sociopatske značilnosti, pred temi se moramo pa mi zdaj zavarovati tudi v idealnem sistemu, ki ga recimo koncipiramo. Ker če ne bi lahko te začeli tudi si tako drugače slejka prej podrejati pravila igre in to je pač en film, je bil Blindness, ki je dosti, če en ima pištolo, ne, pa vsi drugi ne, ta začne takoj naprej ustrahovati in z argumentom moči napram drugim in potem se tisto lahko prejšnjo začetno horizontalno demokratično stanje čist poruši. Vsakar sistem, kdo ne pravi pride. Ja. In lahko tudi začne spremenjati pravila igre ali kršiti, ali si spet jih sproti tudi druge potem obvladuje lahko, pa lahko še celo izpade, da je bilo to pol še podprto s čim drugim, ne samo en, ampak začne pridobivati tudi ljudi na svojo stran na podlagi teh, ampak pravila igre lahko tudi začne izigrati ali pa jih to spreminjati. Jaz bi sam še nekaj dodala, recimo čisto konkreten, ker ste vi kot menedžerji naprimer omenili kot tista struktura, ki jo pač dvigujejo kot uspešne, ne. Tudi ta cel recimo sistem šolanja menedžerjev, ne, v bistvu temelji na tem, da oni pač imajo podrejene, ki so neki manj vredni. Naša šola recimo na Bledu, ta management, ne, oni pač jih učijo, da je delavc spoka limona, ga prerežeš, stisneš, užmeš do konca in vržeš stran. Mislim, to dobesedno, veste, ne. In v to šolo grejo ljudje, ki pač želijo narediti kariero, ne, ki jim jo odpol tudi omogočijo, ker dobijo tudi službe, ne, če pač, ne, tako da je to zelo sistemsko. Spodbujeno. Ja. Še postavila nekaj. Ja, postavi ste še. Nekaj ne vem, če še, ampak tako se mi zdi vedno, ko so kakšne županske volitve, pridejo na dan kar ena imena, eni obrazi, za katere nič nismo prej vedeli v domačem okolju. Pa vedela sem, da ima 4 leta, bi se on mogel že pripravljati na to, da je enkrat kandidiral za župana, da bi ga videli, da bi karkoli, ne more 3 mesece prej. Tako sem se zdajle tole, ker toliko tehne stvari zdajle govorite, da se reka, ves čas bi mogli to biti prisotni s takimi vsebinami. Nam v knjižnico se ponujajo, mi bi lahko vsakda nekaj imela, se že tako imam čisto preveč vsega. Ampak to, ko se reče, tole kar neki kvazi, tole kar eno knjigo prebral, zdaj pa tle znanost prodajo, in tega se bojim, ampak ti ne moreš naprej vse vedeti, ampak tole so pa dejansko stvari, ki stojijo in bi jih mi mogli poslušati 4 leta. Pa spet še naprej 4 leta. Ne tik še obarvano pač rečeš, to je zdaj Združena levica. Pa dobro, se to ni pomembno, ampak če vam s tem lahko kaj pomagam, da veste, mogoče je to edina pot, da bi ves čas bili prisotni v takimi vsebinami. Bomo še prišli. Če je pa težko, mi smo prijateljem sva, ko je ta prva vlada, 2005, ko so bili tudi Mrkajič pa Damjan, ko so v tisti Janševi vladi začeli upeljevati to, sva se midva odločila, da bova napisala en članek. In na koncu nama je ratal priti v Mladino, ampak to je bila muka. Ne delo, ne dnevnik, nobeden ni hotel. In to je bilo res nekaj, ne vem, morda bi bilo danes, ko je ta zavest o tem, kam nas to vod, takrat se mi zdi, da je bilo manj tega lažje, ampak takrat je bilo res tako, da mehano, da nismo obupala. Ne, v medije ne prideš, mislim, Če jaz tudi na to odgovoru malo drugače, pa vsem to je siguren, ampak drugače bi pa ne v upravičilo, ampak da mečke vsem predstavim, mi smo, v Združeni levici, tudi ljudje, ki smo, pa tudi tukaj imamo eno malo recimo iz obiskovalke, so imeli ravno tudi podobno teme že v civilnih gibanjih, ki so bile pa že pred samimi ustajami. Tako da to hočem reči, je precej ljudi tudi med nami, seveda to ne rečem, da smo zdaj tako aktivno, pač to je normalno, da se potem med kampanjo še pač za to kvantiteta poveča, ampak je pa precej ljudi, ki smo tako ali drugače, recimo Boštjan, ko so se med drugimi da spoznali, pač ne vem, ta članek Mladine, pisal sem jaz to zasledil, smo se pač tako drugače povezali. Skratka, smo probali, mi smo tudi v civilnih
gibanji, ki so zdaj del ena izmed njih, tudi Združene levice, smo pač tudi to javno predstavljali. Ali smo pisali, ali smo imeli nek dogodek na kongresnem, ki je bilo tako zdaj v knjižnici, pa smo o tem govorili, je bil tudi pač namenjen potrošništvu, tudi te neenakosti in tudi tak podoben vidik, ki ga jaz predstavljam. Tako da ni čist res, je pa res, da tako na lokalnem nivoju, v kakšni župani, to so predvsem drugi, mi pa smo že probali sam, ker je pa Združena levica še nastala, zdaj, ker se pač ta situacija zaostrovala, smo se šele uspeli, to je tudi proces, politični proces združevanja sorodnih sil, zahteva svoj čas, ker je treba preseči te narcizme malih razlik, najdeti, kaj je tisti res minimalni skupni imenovalci in potem lahko to tako razpršeno. Smo pa mi to že počeli, se pravi, malo čisto kot posamezniki ali v okviru civilnih družbenih gibanj in to že pred teh stajniških, samo to potem ne pride to do izraza. Ravno zato smo pa recimo med drugim tudi Združeno levico formirali, pa tudi noter vklopili to tako imenovano četrto skupino. Da so druga gibanja. Pa druga gibanja, da bomo od spod in od zgor se temu reči, tudi gradili, da to ni mišljeno in tudi v tem se recimo zelo razlikujemo napram ostalim političnim opcijam, ki so res tako ad hoc bolj samo za volitve. Mi smo pa pač čisto iz ideoloških razlogov izhajamo iz tega, da je namen ravno to, da moraš na dolgi rok, tudi seveda to ne pomeni, da bi se odpovedal tudi, kar lahko narediš tudi že čim prej, ker so žrtve že danes in včeraj je prepozno že za nikoga, ampak vse je pa pač edina varianta to, da ti od spodaj navzgor delaš tudi na tem, na izobraževanjih, odpiranju javnih debat, javnih razprav, javnega prostora, da nazaj ljudje zavzamemo te teme aktualne, ki so bile prej zaradi cenzure ali pa samo cenzure še bolj, oziroma zaradi enostavno ni bo še tega duha časa čist na neki margini. Ja, pa to tudi ljudi prepriča, da to ni pretežka tema, da bi oni razumeli, ker dostakrat je še to. Vse to je pretežko, zame tega ne razumem. Ja, pa se razume pa samo rumeni tisk, pa nujna pravila, a ne, mislim, če ne bomo nič, ja. Ja, mislim, da so to stvari, vsaj takoleg so prikazane nekaj, kar jih vsak lahko razume. Kot Združena levica je to pozitivno, da smo se najdeli iz različnih gibanj, ker bi se drugače mogoče ne bi srečali. Jaz bi Simonu postavil vprašanje, navezal bi se na Boštjana. Ti si raziskovalec možganov, že prej smo omenili, da si doktor medicine, konkretno raziskovalec možganov in višjih duševnih funkcij. In te prosim, da nekaj deliš z nami malo razmišljanje o tem, kako neenakosti v kapitalizmu vplivajo na fizično, na mentalno zdravje in pa tudi ne samo kapitalizem, sploh dejansko cela kultura potrošništva, v katero smo čedalje bolj ujeti. Kakšne so tvoje izkušnje? No, vse v tem bom imel pač minut, sem razmišljal, pripravil pač prispevka, tako da je pa tudi idealno, ker se lahko tudi ne samo na ta vidik, malo lahko se pa naveže tudi malo bolj recimo na kakšne take, ki se tudi pač povezuje ta skoraj že filozofski, moralno-etični vidiki, ki jih je tudi Boštjan že lepo nakazal, zato ker recimo, če sam na tem zadnjem primeru, da ga ne bom bolj pozabil, ker je to enih drugih stvari, ampak tukaj je tudi zanimivo, ker tlelek ste prej gospoda vprašala ravno to, tudi kaže, ker je že tle omenil Boštjan, kako pa so v bistvu za vse tiste, ki pa niso tako, ko pravim, ta izrazita odklonska manjšina nekih sociopatov, kjer bi lahko tudi iz tega vidika razlagali, je pa tudi jasno, da obstaja, da ni kapitalizem samo notranje protisloven na čist v raznih ekonomskih stvareh, ki jih gledamo, pa zaradi pol kriz, pa nastaja pa te pač ciklične zadeve in tako naprej, pa da ne omenjam koncepta neomejene rasti, ki ni neskladen z trajnostnim principom omejenih virov planeta, ampak tudi če gledamo na ta vrednostno platformo, ki jo moramo odpirati, zato ker drugače jo uzurpirajo drugi, ki jo samo kot neko lažno moraliziranje uporabljajo. Mi pa tukaj tudi to razlagamo na podlagi psihologije, na podlagi teh družboslovnih znanosti, da je tudi ta etično polje, kako nastajajo te vrednote in tako naprej, ampak zanimivo je to, ki je pa me spomnilo zdaj, da je tudi, kaj Boštjan omenil, da tudi pri teh ljudeh, ki so pa zdaj v tem kapitalističnem stroju, v teh pravilih igre tudi znotraj njih, ker prihaja do teh sistemskih protislovi, se pravi, da njihove, lepo na tistem primeru, da se navezuje na to, kaj je omenil, če bi jih vprašali kot neke ljudi, jaz to vesoljsko ladjo, kakorkoli, bi se drugače odločili. Se pravi, za vso to večino se tukaj lepo vidi in to tudi iz teh drugih mojih raziskav omenil, da ta večina, razen te odklonske, mislim, patološke, čist osebnostno motenih, oni imajo tudi zdaj za to problem, zato ta naša vizija v bistvu koristi res veliki večini, celo tistim, ki so zdaj na višjih pozicijah, pa so samo na tak način nekih pasivnih igralcev te pravil igre. Zato, ker tudi oni nekje vsaj podzavedno čutijo to notranja protislovja,
tudi na tem moralno-etičnem vidiku, ker se to lepo vidi iz tistih primerov, ko jih je Boštjan. Tukaj je še dodatni argument, zakaj tudi te zadeve potem se izkaže raziskav, da bi v bistvu te spremembe, ki jih mi zagovarjamo, koriste tudi bogatim, oziroma potem itak ne bi bilo več delitve bogati, ampak tistim zdajšnjim, skratka veliki večini ljudi, ob tem, da je treba pa tisto osko, res manjšino pa pač držati na vajtih, seveda ne na nek način totalitarnih, ampak čim bolj humano nekih probati, to so tudi že cele pedagoške oziroma druge paradigme, kako probaš to delati. Vsekakor pa ne morajo biti na vodilnih odločevalskih pozicijah. Skratka, zato pravim tudi še en tak zanimiv primer, kako teh notranjih protislovi kapitalizmu, ki so tudi na tem moralno-etičnem področju. Zdaj, skratka, jaz bom se največ navezoval v tem mojem prispevku na raziskave recimo Richarda Wilkinsona pa Kate Pickett, ki sta napisala to znano knjigo pred kratkim Velika ideja. To sta pač ena izmed vodilnih mednarodnih epidemiologov oziroma raziskovalcev javnega zdravja, predvsem pa vpliva teh socialnih determinant družbe. Malo se jih je že Boštjan dotaknil vpliva tega potem na parametre javnega zdravja. Jaz bom pa pač vmes govoril tudi, kako vpliva to, se pravi ta družba potrošniška, kapitalizem, kjer je to prepleteno. Ne moramo tudi samo, itak je že skozi neenakosti, ki jih je več vrsti, je Boštjan že tako celo paleto naštel, ampak jaz bom še malo bolj tudi mogoče na ta potrošniški vidik se osredotočil in potem poskušal prikazati posledice tega in tako na zdravje, oziroma v najširšem smislu, ker pa vemo, da ni samo to, tudi po WHO-ju je to zelo široka kategorija, kaj je sploh zdravje. Se pravi, pa bom šel in na nivo posameznika in potem tudi pač skupnosti oziroma družbe. To se pravi, recimo iz teh dveh črpam kot viri, potem je pa to tudi recimo en zelo znan dr. Robert Sapolsky iz Stanfordske univerze v Ameriki, en znanstvenik, ki je sicer veliko preučeval bolj na primatih te zadeve, ampak so mehanizmi tega, kar bom poskušal tudi razložiti ozadje, pa tudi fiziološka zakaj, pa psihofiziološka zakaj potem taka družba neenakosti ali pa potrošništva pripelje do teh posledic negativne zdravja. Sem pa pač tudi malo na njega, kar je zanimivo, če za to omenjam, ker se lahko tudi več podrobnosti pogleda, so na YouTube recimo videi in tako. Pa seveda iz spoznanj medicine dela, oziroma pri nas je to ta zdaj nov inštitut ali pa bivši inštitut za javno zdravje oziroma IVZ ali pa zdaj ta NIJZ, kako je že skratica. Skratka, to je pa tudi najbolj, da že tukaj omenjam, kako je tudi tukaj zelo zanimiva pač problematika, da te specialisti, čeprav prihajajo iz medicine, ampak to je tam pač polje, se pravi javnega zdravja ali pa medicine dela, ampak so na žalost enostavno premalo slišani, ker tudi če recimo ne bi imeli in znotraj že lastne stroke, in tudi širše v družbi, to se kdaj omenijo, recimo pride tudi v kakšen medij, ampak v resnici pa ob takem sistemu, tudi tukaj se to vidi, tudi tista progresivna stroka, ki je res humana, sploh ne more prijeti, tudi če raziskave nekaj pokažejo, če so glavne pravila igre v ekonomskem sistemu nastavljene, tako kot so zdaj, je to več ali manj samo neke kozmetične stvari uspejo, niti ne more na zakone vplivati, se pritožujejo. Tudi najhujša ironija je pa to, da te specialisti znotraj ostale tudi medicinske stroke ne dobijo, ker nekega širšega sprejemanja, ker tista ostala stroka teh zadev toliko ne pozna, in namesto da bi potem oni to sprejeli, kot če je nekdo drug specialist, čez neke druge se pa tudi njega upošteva, ampak tle je to blizu to problem, ker se dotika že teh družbenih zadev. To pa pomeni, da tudi znotraj nekega ceha stroke, pa tudi tukaj so notri ljudje, ki imajo iste te vzorce, mehanizme, ki jim jih je ta družba usadila, kapitalistična seveda, in se zaradi tega takole branijo teh spoznanj. In tudi pomeni, da ni nekega nujnega interdisciplinarnega dialoga. To zato poudarjam, ker je zelo žalostno, da se to ne dogaja, ker če bi njih upoštevali, bi že lahko samo iz teh medicinskih ali pa psihiatričnih, psiholoških vidikov mogla celotna zdravniška stroka, ki je prva drugače poklicana zaradi čist naših etičnih kodeksov in Hipokrata, ne vem kaj, da bi se zavzemala aktivno, ne pa za te spremembe v tej smeri zmanjšanja neenakosti, vse to, kar pač javno zdravstveni specialisti dokazujejo, specialisti javnega zdravja. Medtem ko se dogaja pa ravno obratno, da večina stroke deluje po teh principih, se vidite pa, da se pa dogajajo te afere, drugo, da zagovarjajo tudi dostakrat njihovi predstavniki zdravniških teh glavnih nekaterih organizacij, celo čiste neke isti jezik govorijo teh, kot da bi poslušal Gospodarsko zbornico Slovenije. In tudi tukaj moram jaz na tem mestu reči, zato tako na začetku, da je to nesprejemljivo za mene. Ok, zdaj pa, da ne bom predolg, bi šel pač kar na to jedro. Skratka,
potrošništvo, neenakosti, to je pač inherentni integralni del sistema kapitalizma in ga moramo to obravnavati te zadeve celostno. V bistvu gre za to, da je potrošništvo je pač na eni strani, se pravi, ta obsedenost s tem materializmom, na drugi strani je pač človek samo še potrošna roba, blago na tem nek objekt tekmovalnosti na svobodnem trgu. Zdaj, tukaj, kot sem rekel, nastajajo neposredni in posredni škodljivi učinki na zdravje, mentaliteto, vedenje, tako posameznika kot skupnosti. Nekateri pač trošijo, kopičijo, posedujejo preveč, pri nekaterih lahko celo govorimo, da so zaradi tega tudi razvija neke vrste tudi nekemičnih zasvojenosti, to tudi veste, da je veliko za teh govora, kako si lahko odvisen od odnosov, interneta, tretje. Tukaj so tudi eni mehanizmi, ki smo kdaj takole poslušali tiste, ne samo ta sociopatski del, sem ga že omenil, ampak lahko prijatelj tudi do tega. Samo to je spet, to ne pomeni, da je to glavni razlog, nikoli ne smemo pozabiti sistemsko, te ljudje se jih tako uči, ampak potem pri nekaterih, če jim pač ponudiš kakor nekje drugi kot vsaka tehnologija, če je ti na voljo, se lahko razvija tudi negativna plat, recimo odvisnost. Tudi tle veljajo včasih, da se prav razvija tako, ne vem, odvisnostno vedenje, v bistvu pride do neke vrste nekemičnih zasvojenosti s profitom, dobičkom, ali pa pri recimo drugih ljudeh pa z nakupovanjem in tako naprej. To sta spet dva obraza iste zgodbe, ampak spet del pravil igre kapitalizma. Skratka, potem je tudi ta razlaga, da kapitalizem potem rabi tudi te, ker pač temelji na tem konzumerističnem principu potrošniškem, to se seveda ruši, kadar imaš tiste, ki so pod mejo, ki pa je drug, pa spet eno kaže notranje protislovje kapitalizma. Zdaj pa, če imamo tako množico ljudi, ki pa imajo tako nizek materialni standard, niti več potrošniki ne more biti, potem se pa tudi poruši ta razmere, ker če ni povpraševanja, ni ponudbe in se proizvodnja zmanjša in potem delovnih mest, skratka, to je pa zdaj to, če preveč varčuješ, in tako zato se tudi mi nasprotujemo tem, da je pa čist prije do kolapsa in zato ta notranja nekonsistenca se potem na nek način kapitalizem sesuva sam vase, v tem primeru pač kriza nastane, pač trpijo pa te ljudi in to na take načine, kot zdaj povedal. In tak pač kapitalizem potrebuje namreč tega stalno nezadovoljnega, nesrečnega, to tudi ni mišljeno, da je to neka teorija zarote, da bi zdaj to nekdo načrtoval tako, ampak se zgodi implicitno prisotno, tako kot je že Boštjan, kakšni drugi, to so perfidne zadeve, tisti, ki so pač to na začetku sestavili oziroma nastavili ta sistem pred tolkim časom, se mogoče sploh niso zavedali, so mislili, kaj bo še iz tega nastajalo. Medtem ko tisti, ki so pa ponavadi zdaj na nekih elitnih pozicijah, se pa vsem tega, mislim, da kar dobro zavedajo, ali pa pač grejo po tej inerciji pravili igre. Skratka, če ti imaš nekoga, ki je, to ne pomeni, da mora biti zdaj depresiven, to je še druga skrajnost, ampak že v osnovi potrošništvo nujno rabi nekoga, ki nima meja, to se tudi lahko navezuje na to vzgojo, ki se pa tudi razpasa, ta totalna permisivnost. Skratka, tam moraš imeti vedno nekaj novega, nekaj več, izkoriščamo tudi te neke vsaj predispozicije možganov, ki so naravnani na to neko iskanje novosti, da se neke druge stvari lahko tudi malo navadiš, pa potem izzvenijo, skratka, to tudi malo na tem jezdi, sigurno tudi to, ampak to ni zdaj nek biološki determinizem, pač to, kot je tudi že Boštjan rekel, to je tudi ena zelo nevarna smer razlaga, ali pa genetski in tako naprej, ampak je pa neka predispozicija verjetno k temu, tako ker je znano, da ne vem, se žival vedno obrne, oziroma največja pozornost ali pa človek, če se nekaj premika, če ima take barve, tako da ta malo obsedenost s tem nekim novostmi, bliščem in tako naprej lahko izhaja tudi res iz teh pač samo čisto evolucijskega razvoja možganov in kako je pozornost pa tako naprej, kaj nas potem ta mehanizmi nagrajevanja, kaj nam nudi užitek. Iz tega se je pa tudi razvila ta teorija, mislim, deloma blagovni fetišizem in tako naprej v marksizmu, ki pač to kritizira in proba s kulturno-okoljskimi ukrepi tudi to zamejevati. Samo to ne pomeni, da je zdaj, da bomo delali nasilje, gre za to, da ti lahko pač programiraš, se pravi, to v neko drugo smer tudi, ta vsebina, s čim je nekdo, kaj ga atakira, kaj mu je atraktivno, lahko bo nekaj drugega, lahko bo to, če ti to skozi družbeno spodbuješ, lahko to postane, ne vem, nova znanja, knjige, recimo, ki jih vidimo te okrog, ni nujno, da gre tukaj za neko to totalno izprazneno iskanje novosti. Sem se tukaj malo pač ustavil. Skratka, ampak kapitalizem pa v osnovi potrebuje te stalno nezadovoljne ljudi, ker taki potem so najboljši potrošniki. To je tako, kot kapitalizem potrebuje te brezposelne, zaradi tega, da je to lahko izvaja pritisk na znižanje plač ostalih, da vedno čaka
pa tudi zmanjšanje drugih pravic, ker so potem oni vedno ustrahovani, če ne boš tih, je tam še 10 pred vrati. Tle je pa podoben princip pri potrošništvu. Vedno rabiš, kdor je notranje izpolnjen in da mu te drugi mehanizmi, ki niso materialistični, ne, potem je v tem smislu samozadosten, ne rabi se potrebovati ali pred drugimi potem izkazovati nekega statusa prek pač nakupovanja in drugih potrošniških statusnih dobrin. To so vse te obsedenosti, kulti, se pravim, slavnih, te pop ikonografije do tega čisto osnovnega nakupovalnega in teh blagovnih znamk. Skratka, vse tukaj noter je ta mehanizem, da tega se bo bolj nekdo posluževal, če ima vse vznotraj nekaj tako drugače, neke nerazrešene kompleksa, manj vrednosti, nekih frustracij, anksioznosti. Se pravi, ta sistem hkrati na eni strani skrbi, da jih povzroča, zato da jih lahko na tisti način na drugem koncu zdravi. V tem smislu, kakor kje druge, kjer imajo tiste, so pač teorije, da imamo nekaj naredilne, zato da bomo lahko tisti isti, ko smo povzročili neko bolezen, bi jo pozdravili. S tem, da to pač na področju medicine, saj kakor je pač lahko znano v nekih resnih raziskav, tega ni, medtem ko kapitalizem je pa že po pravilih igre tako zasnovan, saj na tem področju potrošništva. Zdaj pa grem naprej na to, zakaj v bistvu, zakaj je to ta možen ta vpliv, da mi lahko v bistvu postavimo tudi tako, kako se prehaja ta odnos oziroma med okoljem pa potem na nivo zdravja oziroma človeka. Moramo imeti neke medije, prek česar se to prenaša, nek mehanizem, nekaj, kar to posreduje. Namreč tukaj se upletajo pač najbolj možgani, ne. Poleg tega, kakor imamo na fizično telo, lahko vplivajo fizične zadeve iz okolja, ampak vse to, kar je pa tudi velikokrat Boštjan že omenil in je najbolj zanimivo, je ta sama percepcija določenih stanj v družbi, to pa pač lahko poteka prek možganov. Se pravi, zdaj okolje, kakor drugače velja v psihologiji, da vsi dražljaji iz okolja vplivajo na možgane in na pač osebnost, na razvoj, učenje stalno poteka v možganih, skratka mi smo v stalni interakciji z okoljem ravno prek možganov najbolj. In zato mi tukaj smo to nekako treba razširiti ta pojem okolja, to ne pomeni samo neke ožje, kaj se zdaj dogaja v družini, pa v šoli, pa kaj je bilo neko travma, ampak je okolje treba širše vzeti in v tem smislu je ravno družbeno-ekonomski sistem v celoti, to pomeni vsi nivoji njegovi, vse strukture družbe, od zakonodaje, šolstva, medijev. Vse to je pač v širšem smislu okolje, v katerem so od rojstva naprej, in že od spočetja, mogoče, če bo čez še tam omenil, kaj se že lahko v maternici se dogaja, da potem kasneje se izrazi, pa je zelo odvisno od tega, v kakšnem okolju je bila pač mama in tako naprej, ali pa v odnosi, kakšnih je bila, kakšen stres, te zadeve. Skratka, vse to potem se, možgani so pač ta medij, prek česar to sprejemamo, kot ta sistem oddajnik, antena in tako naprej. Skratka, zdaj vse te determinante okolja, sistema družbeno-ekonomskega, zaradi tega vplivajo lahko ne lahko, ampak sigurno vplivajo na naše telesno, še posebej pa potem duševno zdravje. Zdaj, da nekih takih naštejem, recimo, ki je tudi dokazano na podlagi tistih avtorjev, ki sem jih prej omenil, najbolj se to pozna pri nastanku vseh teh kroničnih bolezni. Tukaj se pozna, kakšno je okolje, oziroma če je to okolje neenako, v smislu tega, kar je Boštjan govoril, je pač višja stopnja, vedno tukaj par teh zadev potem naštel, recimo pa ta stopnja smrtnosti novorojenčkov, koliko je dolga življenjska doba. Največ se bom pa pač posvetil bolj tem duševnim pojavom, se pravi psihičnemu zdravju, pojavnost depresije, anksioznih motenj, sindrom izgorelosti, stres in druge stresne motnje, pojavi odvisnosti, pojavi kriminalitete, nasilja v družbi. Vse te parametre raziskujete, to pač te strokovnjaki javnega zdravja in se pač dokazuje to, kar je Boštjan omenil, da je pač neenakost tukaj izrazito največji mogoče faktor vpliva med temi okoljskimi, da se poveča pogostost pojavnosti teh motenj oziroma bolezni. Zdaj bom naštel poleg neenakosti, kar sicer se vse z njim povezuje, skratka ta koncept, da ima tak majhen procent ljudi toliko visok procent vsega bogatstva na svetu, to je praktično jedro vsega problema in vsak, kdor ne more tega nasloviti in tega ne misli odpravljati, ni rešil glavnega. Vse temu, mislim, tukaj, kdor to ni pripravljen zagrist v to, gre pač samo za neke kozmetične spremembe, zdaj pač se ne zaveda, da to vse tako vpliva, kot bom razložil še naprej, ali pa
pač namerno noče zaradi lastnih interesov. Zdaj pa, kaj so še to? Se pravi, neenakosti, potem kar malo naštel, kaj se vse dogaja v kapitalizmu oziroma teh hierarhičnih družb, brezposelnost, ta stalna neka prestrukturirana podjetja, ki prinaša neke negotovosti, ne? Ta visoka stopnja hierarhije. Hierarhija je lahko tudi v drugih sistemih, zato smo mi tudi kritični do nekih bivših realij socializmov. To tudi treba povedati jasno, ker si imel blitko elito, recimo komunistično partijo, samoupravljanje v neki meri, ampak zelo manj od tega, kar mi zdaj zagovarjamo, in kar tudi kakšni modeli dobre prakse v tujini že pokažejo kooperative, zadruge, da je možno in da funkcionira in da je tudi ekonomsko učinkovito. Skratka, ravno zato, ker ni več hierarhije, kot je bila tam, ne? Ker je šlo za neko ozko pečico, ki se je potem vmešavala, ali pa v nek menedžerski sloj se je oblikoval tudi tehnokratov v tem bivšem socializmu. Skratka, ampak da ne zaidem preveč na tak divergentni način razmišljam zdaj, ta naštel. Se pravi, ta hierarhična družba je tudi sama po sebi, in to so tudi na teh raziskavah, recimo na ljudeh in na opicah dokazovali, zakaj bom pol malo več povedal. Skratka, potem te koncepti pohlepa, izključenosti, revščine, finančna skrb, nepravičnost, diskriminacija, marginalizacija, pomanjkanje univerzalne etike, ki bi se, to je tudi stvar, ki se lahko uči ali pa se ne uči, ne, prek šolstva, medijev, vzgledov, zakonodaje, prekernost, kronični stres, prevelik tempo obremenitve dela, premalo kvalitetnega prostega časa, socialnih stikov, vedno slabša prehrana, slaba kvaliteta delovnega okolja, ker imamo te sužnje lastniške razmere. Ne samo navadno izkoriščanje, ki je prisotno v vsakem kapitalizmu, to je treba povedati, da tistim, ki mislijo, da bojo to lahko kozmetično urejali. Pač to tudi Marxu priznavajo vsi nevtralni ekonomisti, mezna, to, da je nekdo mezni delavec, se pravi, kraja presežne vrednosti je nujen, to je pa res ko matematična formula v kapitalizmu, brez tega ni pač profitov, ne, s tem, da oni to spet ko razlagajo, lastnik bo to potem dal v razvoj, v nova delovna mesta, se pa velikokrat izkaže, da največkrat da ne, ampak gre vedno, ker se tudi vidi, da se v obdobju, ko ni recesije, povečuje neenakost. Skratka, ne samo v krizah, to je bilo tudi v Ameriki še bolj vidno, skozi celo zgodovino neenakost narašča, kar lepo kaže na to, da te profiti ne grejo navzdol po verigi, kot te njihovi ideologi razlagajo, da se bo to potem po piramidi prerasporedilo. Do določene mere sem pa večini pa odvisnosti drugih držav, recimo skandinavskem, je to malo drugače, ampak še vedno v osnovi isti vzorec v ozadju. Skratka, ne gre tako navzdol, ampak se neenakosti samo še povečujejo skozi desetletja. Skratka, to je pač ta dimenzija večna izkoriščanja v kapitalizmu kot kraja presežne vrednosti. Potem imamo totalno vse razraslo, to sploh tudi v Sloveniji, nespoštovanje predpisov v tem varnem zdravem delovnem okolju, tukaj spet nič ne more medicina kaj dosti vplivati, ker imamo tudi zakonodajo tako nastavljeno, da ne bi to delodajalci prijavljali in pa totalno nasprotno skrižje interesov in tako naprej. Delavci časa tudi se ne zavedajo vseh možnih drugih poti in imajo spet dostopa do virov, do takih pravnikov, kot jih imajo drugi in tako naprej. Se spet takoj vidi, če je akumulacija kapitala, nekdo da ima v rokah si lahko takoj privoščine in bolj zdravo hrano, ki je dražja, in boljše odvetnike drage, ki so boljši, vsi drugi so pa tukaj spet diskriminirani, izključeni. Zato se mi zdi lep ta termin, ki ga je Boštjan vpeljal, ki se tudi zelo malo v naših debatah še javnih, mogoče razen zdaj pri nas bolj pojavlja. Jaz sem to temu takrat rekel, to je razredni rasizem ali pa pač socialni rasizem, kot je rekel. Mi se sploh ne zavedamo, se pravi, in zato sem tudi na začetku omenil, če smo bili tam tako kritični do nacizma in tako naprej in še tle, tudi ta ista liberalna ideologija njih obsoja. Kako potem je spet nekonsistentno, da tukaj, ko gre pa pač za drugo obliko rasizma, ki ni na podlagi barve, pa na podlagi dohodka, statusa in tako naprej, je to čisto ekvivalentno. In tudi bomo videli, da zato pravim, da so te žrtve tega, ker je pa to tako splošno razširjeno. Tam je bil le nacizem kot neka omejena in smo zdaj rekli, bomo to ideologijo so sankcionirali. Tukaj je pa zdaj to globalizacija, je pa zdaj to vse splošno razširjeno, noben pa ne upa v teh, oziroma seveda namerno tisti vsaj promotori glavni močejo priznati, oziroma zdaj javnost bi pa tudi premajšal zaveščeno, da tukaj je pač razredni socialni rasizem v ozadju. In če smo bili kritični do tistega, potem moramo biti tudi od tega. Skratka, kaj še vse vpliva na poslabšanje parametrov javnega posebnega zdravja, teh, ki jih zdaj naštevam. Odtujenost, to je tudi treba, alienacija odnosov, ki nastaja zaradi takih odnosov v družbi, oziroma take zakonodaje, takih razlik. Potem pomanjkanje soodločene participacije, s tem pač se izgubi občutek tako soodgovornosti in tako naprej, ki jo vsi tako te liberalni ideologi na veliko upevajo, da manjka odgovornosti in tako naprej, da bomo samo to uredili, da nekaj treba terjati od teh kadrov, vodilnih odgovornost,
niti ne povejo čisto dobro, kako bi si to predstavljajo, češ pravna država, bomo to uredili bolj, vse nekaj pavšalno, noben pa ne pove, ampak tudi hkrati na ljudi ne skozi bodi odgovoren vsak zase, pa ne vem kaj to nam neke te floskule, medtem ko noben ne pove, da ta odgovornost pride nujno samo takrat, je lahko upravičeno terjati, kadar ima nekdo pravico do soodločanja in soovplivanja participacije. Brez tega, da si ti sam sokreator, ne more od nekoga se pričakovati odgovornosti. In tega pa ni, ker v sistemu ni nastavljeno, dokler ne bo se ta neposredna demokracija prava, avtentična, razširila tako na podjetja kot na državni nivo. To pomeni, da za to večino ni odgovornosti. Odgovornost ni samo tisti glas, ki ga enkrat, tudi to je del na 4 leta, zato pravimo mi temu, to ni nobena demokracija, na vsake 4 leta samo nekaj obkrožil, pa še to se vidite, da se dogaja že čista apatija in nizka udeležba. Skratka, vse to ni pol odgovornosti, ni tudi kreativnosti take, kot lahko izgublja se ta samopodoba, samozavest, ker nastaja pomanjkanje občutka o premalem samonadzoru, o premajhni stopnji samonadzora lastnega življenja. To je pa tudi ena raziskava zelo pomembna kategorija za duševno zdravje. Ta občutek, da ima človek vajeti življenja v svojih rokah, samo ne na tak način, kot kapitalizem spet prodaja, da v bistvu sistemsko nastavi pravila tako, da tega ni, hkrati pa vzbuja slabo vest. To je tudi ena izmed najhujših perfidnih manipulacij, ker to je ta, mislim, da je angleščini self-made man, da ni tako nekaj ta kategorija, češ vsak v kapitalizmu, ti si gospodar svoje usode, medtem ko kadar jaz to rečem, mislim na drug način. Mi želimo to res sistemsko, formalno dati orodja, da bomo lahko to rekli. Kapitalizem pa to govori, hkrati pa jemlje te pravice. Skratka, te spravijo neko totalno razcepljeno pozicijo, ki je še dodaten vir anksioznosti, v bistvu, oziroma nekega, in to pač pomeni, da ti vzbuja občutke krivde, slabe vesti, oziroma notranje avtoagresije, in vse to prispeva še dodatno poslabšuje duševno zdravje in povečuje stopnjo od samomorov do nasilja v družbi. In to je, zato pravim, to je spet ena, mislim, ne moramo drugače kot neka totalno zločinska manipulacija, da tako ta ideologija to propagira. Skratka, to, da so revni sami krivi za svoje revščine ali pa za neuspeh. Čeprav pravim, smo zelo omejeni s temi elementi okolja, smo pač produkt tega sistema, kar seveda ne zanika neke svobodne volje in tudi ne tega, da v izjemnih pogojih je lahko tudi prišel nekdo od smetarja do predsednika in tako naprej. To so vse spet neke floskule, ki jih uporabljajo, ki so pa statistično nevzdržne. To je statistično čista laž in mi moramo se vseeno v znanosti, če tudi oni jo recimo zagovarjajo, poznajo, vemo, da je pač velja vse neka statistika, velja kaj za povprečje, velja kaj je večina, ne. To večina je le družba, je celota, pač, oziroma najbolj bi bilo, kar bi bilo za 100% veljavno. Sam pravim, ne moramo pa mi na podlagi teh izjem, ki jih oni izpostavljajo, vzbujajo iluzijo, češ, da je možno, da potem to vsak. Če bi vsak, potem ne bi več piramidni sistem, potem bi imeli pač milijon v Sloveniji, pa 2 milijona predsednikov ali pa lastnikov podjetij, ki bi pa potem bili ostali. Skratka, to je čisto nelogično, ker v piramidnih sistemih, ki imajo taka pravila igre, je nemogoče in to bi bilo že lahko samoumevno, da tudi če bi bili vsi enako sposobni, bi se potem tam vzgori, kako bi se med sabo pobili, kako bi ne enkrat bi delali, pač vsi naenkrat. Se pravi, bi mogli priti do horizontalne, kjer velja različnost, ampak hkrati vsi drugačni, vsi enakopravni v tem smislu. Ampak zares, ne samo na papirju. No, zdaj, to sem rekel. In potem tak človek je za tega še toliko bolj, nek sem rekel, zafrustriran, nezadovoljen, je spet obratno, pridemo se sklene krog, ali se pač to pozna na teh duševnih boleznih, ali pa pač zato, ker je tako nekje na nekem podzavednem nivoju, pa tudi zavesten nekak nesrečen, nezadovoljen, nikoli mu ni dovolj, ker nima tudi teh meja in ker se stalno primerja z drugimi, potem je to idealni potrošni kupec za neko instant srečo nekega novega produkta, ki ga pa potem razglašajo kot veliki, to je tudi eno problem, ta fascinacija nad napredkom. To je tako, ko imamo neke druge, to je spet ena, gre skupaj s kapitalizmom, ker jim to pomaga stalno generirati nek nov zagon in tako naprej, je prišlo do te hiperobsedenosti z neko tehnologijo, brez vsake neke druge tudi premisleka o tem, kam želi družba zares vlagati, kaj je še recimo nekaj etično, kaj je okoljsko sprejemljivo. Ampak ta tehnologija za vsako ceno v imenu napredka. Ta napredek je postal kar neka taka tudi floskula in tukaj gre lahko vse, ne da bi zares vzeli en prostor za premislek in to razdelali v etičnem in v tem trajnostnem sonaravnem smislu. In pravim, zato, ker tudi rabijo to, ker da lahko potem s temi novimi produkti
te nezadovoljne ljudi vedno znova pač jim prodajo neko novo instant srečo. In to pač poganja to matrico. Zdaj, to se pol imamo seveda še te fenomene v kapitalizmu oziroma v tej lažni demokraciji, kot so pač ta generiranje strahu, pomanjkanje varnosti zaradi teh prekernosti, ni zaupanja, ni pravih tudi informacij, tudi tle so neke asimetrije, kdo ima dostop do informacij, kdo ne, že zaradi asimetrične informacije, recimo tudi dokazano, da prosti trg ne more, da se slej ko prej zaradi asimetrične dostopa do informacij, to je zdaj predolgo, da bi šel v podrobnosti, pomeni, da prosti trg nikoli ni tak, kot ga oni razglašajo, ne v tem smislu pošten, pa tako naprej, kot je Boštjan rekel, ampak pride vedno do monopolizacije in potem ne moreš iti več nazaj v tisto izhodiščno stanje, ko bi bilo to samo stvar menjave, zato pa tudi vidimo, da so tako drugače te lobby, monopoli, in ki se sicer korporacije in multinacionalke so pač ta največji primer, ki se potem sicer med sabo še kdaj lahko, ampak to v Ameriki so bilo to ogromno zgodbe na začetku, ko se je kapitalizem vzpostavljal, smo videli, ampak slej ko prej pa prišel do tega, da so pač kot drugače imeli največji politični vpliv in so na to manjšino lahko vedno, tudi če ne direktno s korupcijo, so pa na druge načine pritiskali in so skratka je bilo konc to navidezno demokracijo, ker pač potem te, ki imajo največ ekonomske moči, logično usmerjajo vse te politične predstavnike. Razen, če bi to bila neposredna demokracija večine, tam pa je nemogoče pač podkupiti večino na nek način, oziroma spet, če tudi oni ne bi imeli več te moči, take s temi pravičnimi prerazpoditvami davkov, ko smo omenjali, potem itak ne bi bilo nikogar več, ki bi lahko tako ne podkupoval. Zato tudi en izmed teh naših ukrepov, ko govorimo o korupcijo, ko se vsi tako spet radi omenjajo dotikajo, najlažji pri izvoru korupcijo rešiš, ne moreš to samo tako, da boš spet znotraj sistema, ki je inherentno znotraj teži k temu profitu, se pravi, na nek način sam kapitalizem, korupcija, s tem, ker ni vse samo tisto, kar je nelegalno problematično, pa tudi to, ko sem rekel, stalno izkoriščanje in tako naprej, in korupcijo rešiš tako, da ne da samo sankcioniraš potem te neke otočke kot neke žrtvene kozle, ko se reče, ampak pri samem viru, če ni nikogar več, ki bi bil toliko različno od ostalih, da lahko podkupuje in usmerja, in s tem, kot to, ki sem rekel, največji primer so korporacije in multinacionalke, potem tako rešiš to, s to prerazporeditvijo. Potem ni nikogar več in to je pač neke vrste najboljša preventiva tudi za korupcijo. In vse to, kar pravim, se bolj ta deli in vlada je koncept, ki omogoča vladajočemu razredu, da ohranja na tem področju ekonomskem pač to razredno razmerje, potem mobbing, vse to se pač pojavlja v tem sistemu in v bistvu glih to prispeva, da v tej veliki večini, ki je zaradi tega diskriminirana, ne pride do razvoja tistih potencialov in tako naprej, že v začetku, zato je tudi to čist nekonsistentno, ko trdijo, da imamo potem lahko še enake možnosti dostopa in tako naprej. Če bi oni zares to mislili, recimo, ker to tudi se uporabljajo to kot neke floskule, če sta notranja kreativnost, ustvarjalnost, ne moreš ti to stimulirati, to je pa tudi tisti težav, ker vsi poznate to maslo, piramido in tako naprej, dokler ni, če gledamo v svetovnem nivoju, take ogromne številke ljudi v totalni revščini, kakšni so to pa res ogromni skriti potenciali ljudi, ki trpijo, ker so nimajo za osnovne stvari in umirajo od lakote. Kako lahko potem ne govorimo, da bomo to reševali, ne da bi najprej to rešili, da bojo pač dobili dostop do teh osnovnih materialov nad nivojem revščine, nad pragom revščine, seveda šolstvo, zdravstvo. Potem bi se pa lahko res začeli pogovarjati šele o teh višjih duhovnih, če hoče tudi sfera življenja in teh ljudi in njihovih uresničevanj, njihovih potencialov. Skratka, zdaj pa se seveda vse to prenaša tudi na vzorce vzgoje v družinah in tako naprej, njihove vrednote staršev in te zadeve, ki imamo tudi spet področje, ki se ogromno z njim v medijih nekaj ukvarjamo, ogromno ljudi se pritožuje, staršev, vidimo, kaj se vse dogaja, ampak kdo to spet ločeno gleda, ne bomo mogli tega rešiti, ker vse to načini, tipi vzgoje, naprimer, so tudi direktno povezani s tem, kakšen je celoten sistem, ker pač vpliva že, kot sem rekel, po teh mehanizmih na mentaliteto staršev, na odnose, na njihovo počutje in vse to se direktno prenaša na otroke. In to je potem kritična leta so tam recimo do 6. ali pa še manj in potem še oni pridejo v šolo in potem se pa vsi spet nad starši oziroma nad šolami zgražajo ali pa kako bomo tam urejali, noben se pa ne vpraša, kaj se je že prej v družinah dogajalo, ki pa je jasno, da se ne more dogajati zdrave stvari, če imamo starše, ki so del tega patološkega okolja, v katerem živijo ali pa se borijo za preživetje in to gre potem iz generacije v generacijo in se samo poslabšuje. Potem še ta problem prevelike izbire, pa tudi recimo profesor Nata Salecl
lepo povedal to, ker smo mi mislili, da bomo šli zdaj neko družbo, kjer bo toliko več v trgovinah in ne vem česa, da bo to da je to svoboda izbire. Lepo so raziskave pokazale, da je ravno spet tukaj paradoksalno se pojavilo obratno. Več, kaj je te izbire, itak vemo, da se je vmes itak še kvaliteta tudi produktov pa zmanjšala, ravno zato, da lahko spet več prodaja, da so spet večje profitne mere, ampak tudi brez tega je že sama prevelika izbira vseh teh več ali manj nepotrebnih stvari, pa tudi, če so te osnovne potrebne, pač pride do tega, da samo do neke večje anksioznost nastopi in se ljudje imajo že velike težave z odločanjem in je to neka čista zmeda oziroma neke dodatni dejavnik za te anksiozne motnje. Zdaj, ta tekmovalnost, sem tudi rekel, napram sodelovalnosti je tudi problematična, ker nas pač dela, to je potem človeku volk, ne pa človeku človek. In to je pa v neskladju z nekimi univerzalnimi, tistimi etičnimi zares vrednotami, ki jih pač recimo zagovarjamo, oziroma ki tudi raziskave kažejo, da so v tej patološki družbi, ki uči, ki smo rekli, programira druge vrednote. Recimo, da en avstrijski ekonomist in aktivist Christian Felber je naredil to raziskavo, da še vedno, kljub temu, ko so delali raziskavo, je bom tele pogledal naštel, kjer je recimo ugotovil, da je glavna, da so še zmer, da so pomembne te kategorije blaginje, ekonomska, ekološka, fizična, duševna, socialna, politična blaginja. In da imamo v bistvu že zdaj, vse te vrednote solidarnosti, humanosti, namesto tekmovalnosti so že zdaj v bistvu prisotne. Tukaj imam temeljne vrednote, pravičnost, svoboda, sreča, mir, varnost, preskrbljenost, demokratičnost. To je pač ta Christian Felber, ki je tudi en znan avtor te knjige Nove vrednote za ekonomijo, ki je pač podobna verzija te ekonomske demokracije in vsega tega je gotovil tudi na tem vrednostnem nivoju. Se pravi, to sam dokazuje tisto, kar sem že na začetku rekel, da je samo potlačeno pod preprogo, ampak preveliki večini ljudi potreba že ta, na katero se lahko sklicujemo, da iz teh vrednot ven gradimo in zaradi tega imamo tudi legitimacijo za te ukrepe dodatno, za te naše, govorim, socialistično, eko-demokratično socialistično v tem smislu, ker če še celo znotraj patološkega sistema, kot je zdaj, se razkrije, da večina ljudi to bi rada, ampak seveda na zakonodajnem nivoju pride pa drugače, potem so pa ne drugače. V skladu s tem se da potem potegniti ven ekstrapolirati izvedbene različice konkretne politike, ampak je pa tam noter utemeljeno, zakaj bo to za veliko večino ljudi lahko to podpirajo oziroma jim bo bolj ustrezal kot ta sistem, ki je zdaj, ki je v bistvu protislovno in smo vsi stalno razcepljeni samo zato, ker tista peščica, elita, ki je pa zaradi drugih mehanizmov na nek način ustraja in se ne more odpovedati. Tle pa je verjetno tudi to, da ni samo, pravila igre so glavna, kot smo rekli, ne sistemska, ampak neka peščica, elita je pa potem tudi obsedena že s to močjo in pride tudi do teh mehanizmov obranjanja teh privilegijev, ker se nekdo s tem identificira, mu to predstavlja že tako, recimo drugega nima in to temelj njegove identitete že skoraj in se tako prepoznava samo skozi to njegovo moč, status, oblast, zato tukaj pride verjetno do nekih fenomenov, ki še, kot smo videli že skozi zgodovino, se potem take elite nočejo prostovoljno ponovno odpovedati in se sam še bolj branijo, teh privilegijev in teh pozicij. Zaradi tega tukaj je tudi ta element, čist psihološki, ki zavira, da bi prešli v tisto družbo. In to je tudi tisti problem, če se to ne more bolj zgoditi, da je po mirni poti. Ravno zato, ker ta večina bi to mogoče želela ali pa se tisti potem brani. Tako da imamo tudi tle problem, nekako to presežiti na nek upajmo nenasilen način, zato je pač to demokratični socializem, ki ni v tem smislu, da bi zagovarjali za nasilni preobrat. Skratka, zdaj pa pride na tisti del, ki je tudi zelo pomemben, ki je tudi malo Boštjan že omenil, namreč, da ni pomembno samo res ta materialni, niti pri revnih, niti pri bogatih. Se pravi, ni samo pomembno to stanje ekonomsko, materialno, denarno, kako hoče, tukaj je seveda to osnova, ki je dostop omogoča vir, naprej dostopanja do virov, ampak najhujše je tukaj še to, ker v bistvu je že sama percepcija v glavi, kako nekdo zaznava, kako se prepoznava, je lahko dovolj. Če nekdo se recimo že samo počuti revnega,
ali pa nekako, že samo te delitve so problematične, boljši, slabši in tudi to, ki na veliko te liberalni ideologi skozi to zagovarjati, to peščico, bomo vsi, moramo biti nadpovprečni, skozi ta tudi obsedeno z uspehom, biti najboljši, seveda to izhaja iz tega ven, iz te tekmovalnosti in tako naprej, ne. Ampak v bistvu pa to stalno, že samo na tem nivoju, se pravi, čist percepcije psihološke, se je tudi to dokazalo, ne. Potem prihaja do teh kompleksov manj vrednosti pri vseh ostalih, ki zaradi, smo že prej omenili, zakaj, nikakor seveda ne moramo biti potem vsi v tem smislu enaki, ne, bomo vsi, če ne bi obstajali te čisto statistični pojmi, pač, kakor je recimo IQ razporejen po neki Gaussovi krivulji, so tudi kakšne druge zadeve in namesto, da bi vse te ljudi pred novih pravil igre v družbi v bistvu vsem povedali točno to, Boštjan rekel, smo različni, ampak to so teh osebnostnih karakteristika, ampak to ne pomeni, da smo karkoli manj, oziroma da smo še vedno enakovredni. In ravno z ekonomskimi ukrepi, ne, daš lahko zdaj, ker smo v monetarnem sistemu, ljudje pač tudi veliko na to dajo in je tudi pomembno, ne, to je nek signal, ki potem ljudem daje res ta občutek, ali so toliko vredni, ali so zdaj manj, ne, in že samo, če imaš že meni za tega osebno že 5:1 ta razlika, recimo v plačnih razmerih, je že preveč. Ker bo takoj prišlo do tega, plus, da ne omenjam tega, da čim imaš akumulacijo kapitala, ki ni javna, mi zagovarjamo to, da se družba skupaj odloča, recimo participatorni proračun, mi se skupaj odločimo glede na družbene potrebe in tja vlagamo in tam zbiramo tudi sredstva skupaj iz teh presežnih, recimo, vrednosti, ki so v podjetjih nabirajo, ki so pa tudi kooperativno vodene. Potem pa mi skupaj odločamo, kam bomo investirali, koliko so tudi že uspešni modeli pokazali, da se to obnese. Zdaj, če pa tega nimamo, ne, potem imamo pa takoj, če bomo imeli pa še zmeraj te razlike, ali prevelike, ne, pri plačah, ali pa da ne bojo, to se da tudi pa še z davki dodatno, ne, imate tudi, recimo, Skandinavija, napram Japonski, tam bolj z davčno reformo uresničujo s to progresivno obdavčitev, nekje pa bolj z omejitvijo osnovnih razmerij dohodka, ampak oboje skupaj je treba, ker čim bomo imeli akumulacijo kapitala, spet se bo slej kar prej s časom, da je lahko to v peščici, a ne bo spet tam imela večjo moč in smo spet na istem. Ker tudi, če gledaš 5:1 čez dalj časa, pa če ni davčnih, a ne nazaj, bomo spet prišli na isto počas, ne, to je čisto osnovno, mislim, samo zdrava pamet v tem primeru. Tako da to moramo zato moramo te najti načine, da ne bomo prišli do vseh teh občutkov, kot sem rekel, manj vrednosti, krivde, destrukcije, poleg tega je pa treba tudi tem liberalnim ideologom to odgovoriti, ker se sklicuje na to zavist, pa da smo Slovenci še posebej, pa te antropološke razlage, zakaj tukaj potem ta neka uravnilovka, da je to glavni problem. Če že, potem ta zavist izvira ravno iz obratnega, zato ker če bi imeli mi to družbo, in zato imamo tudi tukaj ta argument dodaten, ki bi ga mogli njim nazaj povedati, oziroma da ne bojo, ker nas že tako to obtožujo, češ da govorim za enakost, ni osebnostna psihološka, ker je Boštjan lepo povedal, zato to nam preveč ponavlja. Skratka, to je eno, mi nismo proti te različnosti, ker to je normalno, je to samo ta, v tem smislu pluralnost, različnost je samo zaželena, ne? Zato pač, ker je to bogati na nek način prostor in nočemo kloniranja, da bomo zdaj vsi enaki, ne? Niti genetsko, niti psihološko. Ampak, ko bomo pa tako v tem smislu ekonomsko pa odločevalsko enakovredni, to pa pomeni, da bodo ljudje dobivali že od malega naprej te signale, da so enakovredni. To pomeni, da ne bo več teh frustracij, ne bo občutka kompleksov ali manj ali pa več vrednosti. In potem se bojo tudi njihovi res te kreativni potenciali lahko še sprostili, poleg tega pa tudi ne bojo več zavirali tistih drugih, kar se res zdaj dogaja, to smo vsi doživeli v raznih kolektivih, da pa je res to, da če si v neki stvari recimo bil bolj sposoben, pa si samo že več vedel, kakorkoli napredoval, pač ker je imel tudi neke druge prioritete, ti si imel pa na nekem področju si to razvijal. In se seveda iz teh občutkov ogroženosti razvijal to in zavist in potem rezanje krila, kakorkoli temu rečemo. Ampak lepo mislim, da se da prikazati to logiko, da zakaj je ta občutek ogroženosti nastal, ker so se te isti neki to pol povzročajo bali, da bojo oni padli na drugo stran te, ne, recimo tehnice in bojo oni kar naenkrat na tem dnu. Skratka, bojo potem manj vredni in se tega bojo. Če pa mi zdaj to naredimo, kar mi predlagamo, pa ne bo nikogar več, ki bi bil manj vreden, več vreden, bojo samo še različni, vsi bojo pa med sabo res enakopravni, enakovredni. Ne bo nobenih razlogov praktično za zavist, razen na tem čist mikronivoju, ki pa nikoli ne bomo odpravili in ne vem, imate dva človeka, želita iste, recimo partnerja, partnerko in potem se bi tukaj pojavil neko ljubosumje, ampak
dajmo pustiti to, ker to je pa res, ampak ne, to je zanimivo, da to so tudi te teorije mikrozla, kakorkoli, ali pa tiranija normalnosti, imate še pol, so tudi te možnosti, samo to je res, da je manjšinsko, mi se pa zdaj sam s tem, kaj pa generalno prevladuje in že to, če bi uspravili, bi tudi verjetno, ker to je tudi povezano, ne, s tistim nivojem bi bilo že to za enkrat dosti. Skratka, da ne bo zgleda preveč utopično, zato sem to omenil, da ne gre to zdaj čisto na vsako področje, je pa siguren tudi to možen s temi spremembami sveta, okolja, sistema zmanjšati. Skratka, zdaj, zakaj tudi ta pač neenakost dodatno slaba oziroma škodljiva je to, ker če so te prevelike razlike, enostavno to ta kohezivnost skupnosti kot take se pač slabi. Ne moreš ti na teh statusnih ali pa plačnih razlikah se pač prek, ne samo te psihološki načini, ki sem jih zdaj omenil, ampak enostavno ruši to, potem preveč jih tudi oddali med sabo, vidite ta alienacija, skratka ni več neke kohezije skupnosti, in s tem je potem za vse to slabš pač kvaliteta medčloveških odnosov. Ni več tistih sploh konceptov skupnega dobra, tako da v bistvu zato pravim, da to veliki večini ljudi tak sistem škoduje. Zdaj, tukaj bom dal samo še enek, da ne bom zdaj nekaj še časa, da še že pod konca. Sam še zaključil bom z enimi konkretnimi podatki, ki so tako mogoče tudi bolj plastično to predstavimo, kaj se recimo zgodi. Ta mehanizem v ozadju, no, samo še to, zdaj, da še malo tako res na to fiziološko raven, samo še se dotaknem. Skratka, vsi te kompleksi, ki sem jih prej omenil, in to, kar jih je tudi že Boštjan, je pa čisto en fiziološki posrednik, to je pa pač čisto medicinsko vzeto je pa to, da to povzroča v bistvu vse te dejavniki, ki sem jih zdaj omenil, povzročajo ta stalni kronični psihosocialni stres. In to so tisti raziskovalci, tudi ko sem jih jaz prej na začetku navedel, podajajo kot to razlago. To pa poznate, ta čiste znane teorije, kako pa se to sproža ta stresna os, hormon kortizol in tako naprej, ki pa direktno vpliva pač največ na imunski sistem in ga zavira in seveda tudi na vse druge regulacije pač celega telesa, te endokrinološkem smislu in tako naprej, in zaradi tega imamo toliko več kroničnih in duševnih bolezni. Skratka, ta mehanizem v ozadju, če gremo čisto na ta fiziološki nivo, kako vse te percepcije iz možganov se preslikajo, te manjvrednosti, neenakosti, strahovi, travme, negotovosti, vse nekvaliteta delovnih odnosov, v delovnih kolektivih in vse te zadeve se potem tudi preslika v ta psihosocialni stres. Ta sproža, se pravi, izločanje aktivacijo te stresne osi in potem imamo pač največ udarov takoj na imunski sistem in tukaj se da razložiti tudi, zakaj so potem tak porast teh kroničnih bolezni. Kapitalizem uporečemo tudi dobesedno ubije. Ja, ni samo floskula, ni samo fraza. Zato sem tudi hotel, da na to pridemo in da smo dali tudi tak podnaslov. Gre za direktno zvon, zdaj pa kaj zdaj s tem narediti, so drugi alternativni ukrepi, ki jih pač poznate ali pač lahko pogledate v programu Družne levice, s tem, da so tudi še širši, recimo tudi v svetu že delali to, da se to nadomesti. Imamo še tudi druge načine, da prav tudi BDP, koncept rasti in tako naprej, lahko na podlagi do teh raziskav nadomeščamo z nekimi širšimi koncepti, kot so, ne vem, ta tako imenovana ekonomija sreče ali pa koncepti, da imaš to neko skupno blagostanje, vem, da je prav en poseben kriterij, recimo bilanca stanja skupne blaginje in tako naprej. Skratka, vse to se lahko uvaja namesto tega koncepta dobiček, rast, profit. In s temi merljivimi kriteriji potem ocenjuješ res to najbolj v celostnem smislu zdravje posameznika in populacije. In na tak način se pa zmanjša to, kar sem prej rekel. Skratka, da zaključim, kritično vpliva kapitalizem kot sistem in to raziskano strani čistih neodvisnih, neideoloških, tudi treba poudariti, ker to gre sicer seveda v naš prid, ampak bi mogli pa tudi drugi se zavedati, da tukaj potem ni več samo ideologija, da smo zdaj spet, zdaj vedno te delitve v slovenskem prostoru, češ, to je zdaj zato, ker je ta v tej stranki, on v drugi, zdaj se gre pa tukaj za nek večni politični boj, češ, ampak oboje je pa v bistvu enako, zdaj se moraš samo odločiti, mislim, enako dobro ali pa slabo, zdaj gre samo za med nami neko tekmo. Zdaj, zato sem jaz v to dodatno poudaril, da se vidi tudi neodvisna stroka, čist medicina ali psihologija in nevroznanost, potrjuje te koncepte, jih mi ne zlorabljamo, ampak so oni sami prišli ven. Pač to jih samo omenjamo tako, kot bi kakšno drugo raziskavo navedla, pač zato, ker hočemo temeljiti
na nekih argumentih, ki so lahko tudi čisto neutralni in pač vse skupaj podkriti. Zaradi tega bi mogla tudi nasprotna stran, ali pa pač, ne vem, ljudje saj, na kar računamo, ne, na te, ki so zasvojeni s pohlepom, ali s potrošništvom, ali pa ali so to sociopati, tiste bo pač treba drugače obravnavati. Na te računamo, da bi to spoznali. Skratka, da fizično, mentalno zdravje, stopnja uporabe drog, kaj se dogaja z izobrazbo, koliko je stopnja, koliko je število zaprtih, tudi debelost, recimo zanimivo, kaj cela epidemija tudi korelira izrazito s to stopnjo neenakosti. Potem socialna mobilnost, koliko se nekdo sploh premika po tej lestvici, lahko je pač slabš normalno v teh, ta stopnja zaupanja, stopnja nasilja, stopnja najstniških nosečnosti in zdravje pač otrok. Vse to je pač izrazito slabše v teh državah, ki imajo večjo neenakost, da namenja te glavne kategorije življenjske dobe in teh stopnje kroničnih bolezni. Skratka, je pa tudi to treba še reči, da tudi ta famozna, ki zdaj omenja kot rešitev, da treba gospodarsko rast povečati, potem je pa vse dobro, to sem se tudi že malo dotaknil. Tudi to je raziskav teh dokaznih, da če ne spremenimo teh drugih zadev, o katerih sem govoril, sama gospodarska rast, prvič okoljsko to ni mogoče, ker gre, sem rekel, če imaš neskončno rast, še vedno si nasprotju s temi omejenimi resursi planeta, po drugi strani pa tudi te raziskave kažejo, da nad neko stopno materialne pač bogatstva za bi moglo biti nad mejo revščino, s tem, da oni morajo veliko znižati, tisti, ki imajo zdaj preveč, oni pa se morajo dvigati, kaj je premalo. Samo to bi prišli še vedno na nižji, kot zdaj lahko neko tako stacionarno, trajnostno rast, ker pravim, da drugače sama po sebi rast, sploh ne vodi in to tudi do srečnejših, bolj zdravih, bolj zadovoljnih, notranje izpolnjenih ljudi. Skratka, ni te korelacije, kaj tudi že potrjuje malo to, kaj tudi Boštjan rekel, da ni samo denara, oziroma največ sploh ni, samo če pa ni to pod neko mejo revščine, to je pa seveda druga zgodba, to smo se tudi dotaknili. Zdaj pa čisto za ilustracijo, ker so tudi to izračunali, že če bi bila recimo v Veliki Britaniji, da zaključim, stopnja neenakosti, to zdaj predvsem bila ta tle mišljena družbena neenakost, ampak ta materialna, ekonomska, dohodkovna in tako naprej v premoženju, če bi se to zmanjšali za celo populacijo, kaj se zgodi. Recimo pri primeru kriminalitete je tipičen primer, ki bi se mogel tudi te, ki so zdaj elite, bogataši zavedati, če drugega jih bojo pa na vogalu, nekdo, ki bo revna, kjer dobro se že izolirajo, neka geta, imajo varnostnike, ampak vseeno, ali pa te naravne katastrofe, ki so tudi povezane vedno bolj z njihovimi vplivi, to bom pa čisto na koncu še stavek povedal. Če drugega bi se mogel to zavedati in smislu povezanosti vsega z vsem. Če bi zmanjšali neenakost, bi se v Veliki Britaniji pravijo, stopnja umorov prepolovila, mentalne bolezni bi se zmanjšale za 2/3, stopnja debelosti za polovico, za 80% bi se zmanjšalo število zaprtih, najstniška rojstva za 80%, pa ta neka merjena stopnja zaupanja med ljudmi bi se za več kot 85% povečala. Zdaj pa sam še to, tudi za okoljske vidike se tudi pač to pogleda povezavo in če bomo ohranili ta sistem, ki temelji na rasti potrošništvu, je nemogoče pričakovati resne spremembe tudi na področju tega trajnostnega, sonaravnega razvoja, da bi upoštevali te omejene resurse in bomo to izčrpali. Skratka, zato mi pravimo, noben kapitalizem ne more biti zelen. Ker so tudi to izkazali, če imaš ti neko potrošniško družbo, ni v interesu tem niti ljudem, kaj šele oni, ki najbolj služijo od tega, da bi sprejemali ustrezne politike, ki nasprotujejo temu z veliko večino stroke dokazanim pač efektom od človeka povzročenega globalnega segrevanja. Tako da mogli se bomo vprašati o tej bruto sreči prebivalstva, tako imenovani namest bruto družbenem proizvodu, pa začeti od ljudi izobraževati in skozi mehanizme šolstva, medijev, ne samo zakonodaj, nastaviti pravila igre, kjer bomo skupaj, zato temu mi pravimo tudi demokratično planirano gospodarstvo napram prostemu trgu, ali pa tudi napram centralnem planskemu, mi ne zagovarjamo več tega. In se bomo mogli vsi skupaj začeti pogovarjati in soodločati o tem, ali je izdelek potreben, ali izpolnjuje temeljne potrebe, ali rešuje nek socialni, ekonomski, ekološki problem. To bomo mogli se vsi skupaj pogovarjati na tem novem, nižjem stanju potrošniške kulture, potem pa lahko pričakujemo neke pač spremembe in ohranitev bodočih generacij oziroma planeta za njih. Da nikakor ne gre tukaj za nas, za neko osebnostno ravnilovko, da poudarjam, ampak za družbeno neenakost, ki jo moramo zmanjšati v imenu
bodočih generacij in v imenu planeta in seveda tudi za nas same, ki smo tukaj. Pa da zaključim sem z eno mislijo, ki pa mislim, da je bila od Svetlane Makarovič, ki je pa nasplošno to v enem stavku vse, kar sem jaz toliko časa rabu povedala. Čast tvojega življenja je edina prava lastnina, ki jo imaš. Hvala. Hvala. Kakšno vprašanje? Če smo že precej prekoračali, ampak mislim, da je bilo zelo tehtno, zelo temeljito pokazati z več vidikov, zakaj kapitalizem ne deluje in ne more delovati, v bistvu. Ja, jaz bi se večkrat navezala zdaj na možganje. Dejansko v možgani se res odvijajo pač taki izjemni procesi, da potem ravnamo tako, kot ravnamo. In recimo vpliv medijev, vpliv izobraževalnega sistema na naše možgane, na možgane naših otrok. Recimo, koliko se pa tam da narediti, da bi prišlo do ljudi, tista prava informacija, dobra namera informacija, ne, da je toliko negativizma recimo v poročilih, v časopisih, v medijih, ne, kako pozitivno pripeljati do ljudi, ne, da bojo verjeli, da se bo stvar spremenila, da se lahko spremeni. A je kakšna možnost na tem področju? Da malo pauze pa take dolge. Ne, zdaj dvoje, ne, zdaj za same možgane, jaz ne vem. Ja. Kako bi to pozitivno? Zame je že zelo težko opredeliti, kaj je to pozitivno in negativno. Ne? Ker zdaj v redu, ne. Zame je zdaj, ko imamo toliko družbenih problemov pa krize, jaz lahko že rečem, da vsa ta pozornost športu je že negativna. Zame, ne. Ker zakriva tiste resnične probleme, ki jih imamo in ki se jih moramo reševati. Ravno tako je vsa ta pozornost črni kroniki negativna. Ja, in ljudje so enostavno usmerjeni v črno kroniko. Ja. Fajn, dobro, meni je težko, se vidim, da je umno tudi. Dobro, pa ne bom še naprej. Ja, to je eno izmed. Kako zdaj pozitivno, ne? To pa res ne vem. Jaz tudi nekako slovim kot pesimist, ne? Tam v službi so že... Ja, v službi tako so mislili, da rekli so že kar po poklicu pesimist, ne? Tako da... Ampak v bistvu sploh nisem, ne? Postaviti pozitivno ljudmi bo izredno težko, ker gre preko negativnega. Ker samo preko tega, da se sprejme, da priznamo na tisto, kar je najslabše. To je ta kriza. To krizo, ki jo imamo in ta sistem, ko imamo, sprejeti res in priznati, da smo tam, ne? Da smo res v ZOS-u. Brez tega se budemo tam še slabše. Samo na podlagi tega bo potem lahko prišlo do tega pozitivnega in tem pa tudi ne bo lahko. Potem to pozitivno ne smemo dojeti tisto zasanjano optimizem, zdaj smo prišli na dno, zdaj bo pa vse najboljše. Potem je pa, kaj ne rečem, tole, ne? Ja. Potem, ko pridemo, ko vidimo kaj, bomo pa morali začeti se malo brati, dojeti, kaj je, kjer so bili se vam. Film, ki to približno pokaže, je, ne vem, če ga je kdo videl, umetnost negativnega mišljenja. Ja. Mislim, da to, ne vem, če ste ga videli, niste se splača pogledati, govori o, mislim, da tetraplegiku, ki je zaradi sreče in ko ga potem njegova partnerka res poskuša poriniti v neko skupino, kjer so vsi ti optimisti, pojmo, plešmo, vse je v najlepšem redu. In se potem izkaže ravno obratno. No? On je tisti, ki celo skupino res pokaže, kaj je optimizem ta, da jih vrže na dno. Preprosto jim pove, ti ne boš nikoli več hodil, sprejmi in zdaj gradi naprej.
In mi moramo vedeti, zdaj smo prišli v tej razvoju kapitalizma do stopnje, da preprosto ne moramo več tako naprej. In nobeno upanje, sej bo, zdaj čez 3 leta bo pa konc krize, se bo pa postavilo gor. Ne bo konc krize. Finančni balon trenutno je večji, kot je bil, ko je kriza napočila. Zdaj govorijo, da so banke krive, ker nočejo investirati. Ni čisto res. So podatki, da največje korporacije, tako imenovani realni sektor, podjetja, imajo denarja, kar ga hočete. Ampak ga ne investirajo v delovna mesta, v nova podjetja, ker je profit, ki ga pričakujejo, premejhen. In kaj zdaj delajo? Kupujejo svoje delnice na finančnih trgih, umetno zdvigujejo ceno, napihujejo finančni balon, ampak ker umetno napihujejo ceno, prihaja kaj? Dividende. In se te dividende razdeljujejo za luksus, za svoje dohodke. Finančni balon raste. In to niso moje, niti kakšne, bom rekel, ker se nekateri bojijo, spet, kot je Simon rekel, to so pa spet neki komunisti, to se ne. To so analize Sorosa, Stiglitza, Krugmana in pa Warrena Buffetta. Spravi samih ljudi, ki so na vrhu finančne piramide in ki so, bom rekel, kapitalisti, pa to govorijo. In to je to. Ne kopljamo se ven iz krize, zdaj se kopljamo pot v še globe. Ker jim ustreza to, ne, ta status. Ja, mislim, to je ta kratkoročna logika. Ne? Zdaj bom dobil toliko in toliko profita in tako je. Ker vedno dela samo na eno leto. Ja, jaz vidim ljudi, dejansko so utopili in reče, ne morem nič narediti, itak ne morem nič narediti. Ali pa recimo primer, ostane brez službe, dobi tiste 240-260 evrov podpore, prav zakaj bi pa delal za 300-400 evrov, če s temi evri lažje preživim, pa dobim še potem enkratno pomoč in tako naprej. In ne vem, v brezdelju, v televiziji doma živi s tistimi 240 evri, veliko takih ljudi poznam. In kaj tle narediti, ne? Dej, če bi mu vzel še teh 240 evrov, jaz se prav sprašujem, kaj bi naredil. A bi šel v akcijo, da bi nekaj postal, a ne bi šel v akcijo? Se ne more poskati. Ne more, ne? Ja, ker tukaj... Vsi izobraženi, delamo že 20 To je let. tisto, kar sem v bistvu... Smo ostali brez dela. Ja, Ne more. In tudi za 300 evrov, prostite, čist prav, da ne gre delati. Ja, no, ampak Mislim. to To je problem pomanjkanja ponudbe delovnih mest v Ja. celoti. Ja. Samo s tem to lahko rešuješ, tem, da tudi večina ljudi potem potegneš iz socialnih transferov. Ja. Dokler pa so še potrebni, pa nujno treba povečati nad mejo revščine. Ampak Ker zdaj nam tudi govorijo, da smo mi krivi, ker ne iščemo dovolj hitro delovnih mest ali pa dovolj aktivno pa to. Noben noče priznati, da je problem v tem, da ni delovnih. Ja, Slovenija je izgubila neko 100 000 delovnih mest. Brezposelni niso nastali zaradi tega, ker so bili leni, pa niso hoteli delati. Ne, ker ni delovnih mest. In zaradi tega je to tekmovanje, kot sem prej govoril na tem tako imenovanem trgu dela, vse hujše. Ne? Nekateri res pač nočejo več, gredo ven. To je pa spet pomanjkanja tistega, kar smo, mislim, da bomo imeli, sploh možnosti te, da pride do dostopa do kakršnih koli virov. Virov, tudi če denar ne vštejemo, do vira, ki je samo spoštovanje, samo občutek, samo zaupanja, vrednosti. Že dovolj to neko spoštovanje, da ga bo, če bo šel na razgovor ali karkoli nekdo sprejel kot enakovrednika. Ne kot neko limono, kot ste vi rekli, ki ga je treba užiti. To sem tudi hotela dodati, ja, pač management. Management res obravnava zaposlene kot manj vredne. Ne? In recimo, kako ustvariti vodje, da bo dal zgled, da bo zgled ljudem, ne jih potegnil za sabo. Tam Sistemu je nemogoče. Tam vidim eno veliko možnost, ne, vodenja. To ni ustvarjanje avtoritet oziroma vodij, to je preoblikovanje, da jaz rekla vodij. Ne, to je preoblikovanje celotnega podjetja v to, da bo šel v ekonomsko demokracijo. Ne? Ker tako kot zdaj
šole učijo vodje, da je treba iztiskati ven. Ne? Treba jih je iztiskati ven, zato da ima podjetje dobiček. To je strukturna pozicija, sistem na ta način teče. Jaz pa ločujem menedžerja pa vodja. Ne? Jaz mislim, da vodja vodi s gledom. To je znano, da je en koncept, ki ga tudi uporabljajo zdaj, zato da bi v nekih podjetjih, sploh tudi kapitalističnih, so tudi začeli spodbujati, zato ker so malo vklopili pač to raziskave psihologije, so zato, ker vidijo, da če imajo vsaj to možnost nekega tudi navideznega, ali pa pač, kako sem rekel, čez percepcijo neke večje ravni soodločanja ljudi, to pomeni vodja, ne, je tak dober vodja, to je tudi že prej znano, mogoče že starogrški, to ni vse to so eni pregovori, tudi znani pa lepe stik, zato ni ki je nad njimi, ali pa ne vem kaj, to je samo nekdo, ki je v bistvu prvi med njimi, ne tisti prvi med enakimi, ampak samo nekdo, ki v bistvu pravi vodja je tisti nekako v prvih bojnih linijah uspreje, če gledamo iz vojaške. To ne pomeni, to samo to pomeni za sabo, druge potegne, ampak ne v tem smislu vertikalne različnosti. Gre samo za neke vrste organizatorje, zato tudi mi tukaj vedno govorimo o koordinatorjih, če že recimo. Pri nas, no, sej, to nekako vodenje, follow by example, vodi z gledom, ampak to ni v tistem smislu hierarhični vodja, avtoritarnega, kjerega smisla. Zato, ker tam smo pa pravno ugotovili, da kvečer nekdo, ki zna prenos narediti sebe na vse druge, z načinom, ker so ugotovili, da ta soupravljanje potem res bolj motivira. Sam je pa tudi takoj ta nevarnost, da če ni bilo soupravljanje, ni združeno tudi solastništvom pa delitvijo dobička, se je zgodilo samo to, da je podjetje na nek način zlorabilo te mehanizme, tudi in jih počrpalo iz samoupravljanja ven, ampak samo zato, da lastništvo od tistega profita, zdaj so bili oni bolj motivirani, bolj so se počutili, ampak ves profit, ko so ga s svojim lastnim delom ustvarjali, je šel spet v samo ta žep zasebnika. Zato mora biti nujno združeno s solastništvom, oziroma to je prava ekonomska demokracija, ne samo sodelovanje pri odločanju, potem tudi, da se sadove lastnega dela se poznajo. Ne? Tako da to je eno, drugo pa tudi biti, no, zato zakaj, ker hočem reči, to sem tudi pozabil, en konkreten primer, tudi lep prenos, jaz sem ga, ampak ta hierarhija, že sama po sebi, zato mi ne pristajamo na ta koncept vodi. Pri nas, pravim, v tej četrti skupini, ko jaz koordiniram, vsaka zdaj pride, in to tudi odgovor delamo na Boštjana, ima že en glas. To pomeni, pri nas nismo samo tako kot druge mogoče stranke koalicije, ne, da imajo neko bazo članstva samo zato kot neke vrste podpornike, da jim bojo bolj glasovali, ampak mi jih aktivno vključujemo in to je en odgovor, kako, če že ne moramo ekonomsko recimo nekomu nuditi, pa tudi tukaj se povezujemo neke solidarnostne, lahko vzajemnostne verige, kjer drugemu deliš, a za prevoz omogočiš, ampak da mi, če že ne moramo sistemsko, pa se znotraj spet z lastnim zgledom, tam, kjer lahko v nekih mrežah gradimo te nove, tako imenovano, pač gradiš nove skupnostne prostore. To pomeni, vključuješ ljudi, da tudi če so drugače v sistemu izven, nekako tako drugače izključeni, revni, ampak saj tukaj dobijo in to je neka blažilka, neko možnost vključenosti, občutka in tudi enako vrednosti spoštovanja. Mi smo to tudi za nalaž formalizirali, to pomeni, nisem na besedah neki pavšalne floskule, ampak je v koalicijski pogodbi, v naši skupini pa še posebej, pa imamo tudi tukaj, lahko se sta dva recimo iz tukaj, ki lahko tudi potrdita. Imamo pač za vse glavne stvari res tudi vsi glasujejo in še bojo naprej in tako naprej. Tako da... Tudi marsikaj zakomplicira, ne? To zakomplicira, seveda zakomplicira, ampak tako se pač šele učimo, to je pa pač nujna žrtev prave demokracije, da pač malo del lahko traja, samo pač, če si ti nekem drugem sistemu, se tudi ne bi tako modil vedno, kakor se zdaj, ne? Ampak bi bil to stalni nek prostor razprave, neki kontinuirani referendumi v tem smislu, ne? Ampak glede tega, no tudi ta pozitivna psihologija, ki je recimo obratno, se tudi izkazala, da doskrat ne pomaga in pa doskrat to tudi samo spet ena še ena izmed teh kapitalističnih, morate vedeti, tudi znanost je danes največkrat vklopljena v to isto kot neki dialoški aparat tega sistema. In zato tudi ta pozitivna psihologija in tako naprej se doskrat vkrat neka spet pravim fascinacija, ko je tam napredek, ko je tehnologija, zdaj ta pozitivna psihologija, če boste spet vsi samo iščejo načine, kako spet, to je v bistvu spet na nek način nekonsistentno ohranjali, oni se ne dotikajo tega, da bi sistem spremenil, teh temeljnih nepravičnosti, o katerih smo govorili, ampak bi zdaj znotraj ljudi, češ bomo vsi tisti, kaj je bil že on, ki je brez rok pa nog, če on lahko, pa spet samo en od tisočih milijonov, dajmo ga nekako slediti ta zgled, pa bomo vsi taki, pa bomo pozitivno razmišljali. Se to zdaj poenostavljam, ker oni imajo tudi neke svoje metode, če se ti res vklopiš, ampak to ni način, se tudi psihologija naša, pa psihoterapija, tudi to dela, da znotraj kjerkoli sistema že, ampak bolj kaj patološki več ima dela in premalo je tudi psihoterapeutov, pa dobrih in tako naprej zdaj,
Ampak mi ne pristajamo na tak način, da bomo to je samo gašenje požara. Skratka, seveda, da ti lahko tudi znotraj patoloških razmerij nekaj blažiš, to pomeni, da ljudem ponujaš te možnosti tako ali drugače, da lažje, ker to je tudi važno, kakor je to pa recimo ima prav v tem smislu, tako da je tudi ta profesor Hanke veliko govori o tem, da je važno, ti imaš lahko zunaj nek stresor, ampak važno je te psihološke percepcije, kako bo pa zares, kakšne efekte bo imel. Samo v resnici se to izkaže na večini, da niti nimamo resursov, niti ni to, mislim, ni tudi že zdravo razumsko logično, da bomo zdaj mi vse ljudi ohranili sistem, potem bomo pa kaj, vse spremenili znotraj, ne vem, da bi jih podvrgli kar na kakšni masovni hipnozi, psihoterapiji, ki bi to recimo za nalaško pretiravamo v tem smislu farse že, da bi zdaj vse ljudi naučili, pa res ponotranjeno, da bi stres dojemali drugače. Skratka, to bi pomenilo skrajni konsekvenci in to za nalaš, hočem na tak proti način, da bi mi bili še vedno sužnji ali pa še hujši, ampak bi ljudi samo zato, da bi ohranili ta sistem, so eni to pripravljeni delečiti, da bi zdaj ljudi noter naučili, ne vem, to je neke vrste z manipulacijo, pa z neko vsem psihološko terapijo, da bojo še vedno, da bojo zdaj se pa oni kljub temu, to je res neka vrsta ta distopična knjiga iz prihodnosti. Skratka, ohranimo sistem patološki, znotraj bomo pa naredili iz vseh neke budistične menihe, ki se bojo ne glede na vse odzumne, kaj se dogaja, pa če so revni ali ne, oni bojo srečni. In to je ta nevarnost pozitivne psihologije. Tudi dokazaj se, da če depresivnemu človeku rečeš te pozitivne afirmacije, da pri veliki večini to še slabš. Kot če bi mu povedal in ga samo poslušal, pa razumel in mu so potrdil, da ima to v tem prav, ampak pač seveda mu daš pa neke načine naprej, ne pa tisto v tem smislu, se ni, pa se bo boš, pa se ti lahko, pa to so tudi te neke pozitivne afirmacije, tudi tukaj se pokaže. Skratka, to ni način, moramo mi spremeniti sistem, ki bo že od početja naprej ljudi v drugačna stanje psihično spravljal in tudi pol tam ne bo potrebe recimo po takih črnih kronikah, da bi bil sam ta negativizem se širil. Zdaj je pa to verjetno res edini način, mislim, da je Slavoj Žižek enkrat lepo rekel, da moramo priti do te stopnje, da bomo vsi, in ti pasivni potrošniki, in tisti, kdor ni res sociopat, priti do tega, da dobesedno nas bo tudi nas same nekako sram, da bomo priti do take grozne jeze, to so neke stopnje, ki je on razčlenil, ima tudi tako psihoanalitsko bolj, da bi mogli priti, da nam dobesedno ne samo sram, prav, da se moramo začeti zaradi tega negativnega, da ne bomo več pristali, da ga moramo najprej prepoznati kot neke vrste gnus. Da moramo prav sami sebi, ker smo del tega sistema, to ne na tak način mišljeno, kot smo prej govorili, da ne smemo da sami sebi tako v tem smislu kriviti, pa da bi to sam še povečala apatijo, pa neko duševno. Ampak on je vse rekel z nekega drugega, v upanju, da bi potem vseeno lažje spregledati, češ, ko si enkrat tisti na dnu, pa potem rečeš, aha, tudi jaz sem saj malo soodgovoren v tem smislu, da začnem delati drugače. To pa pomeni ne sam, ampak da se začnem, če že ne morem priti do virov finančnih, grem pa lahko, da pa so odprta vrata, recimo neko politično, društveno dogajanje ali kakorkoli, civilno družbo in se potem tle začnem boriti za drugačen svet. To pa lahko skupaj z drugimi, tukaj pa je neka, mislim, razen tam, kjer je pa treba tudi seveda nekomu priznati, ker velikrat je to, ko ste tudi opisala, gre že za lahko čisto ali pa neodkrito depresijo in tako naprej. To je tudi znano. Ljudje, ko so pa dalj časa na teh samo socialnih transferih, pa izključeni iz aktivnega dela, tam se pa res tudi razvija nek biološka, ampak so družbeno sprožena depresija, tako drugače ta learned, se naučena nemoč in tako naprej, ali pa prav illness-related behavior imate, se pravi z boleznjo in se pomeni, da ljudi tudi tam naučeno s časoma, to postane neka nova realnost in zaradi tega taki tok težji nazaj tudi vstopajo. Sam to spet ne pomeni, da so bili sami krivi. Tak pa je seveda zgubi voljo, motivacijo, energijo in nekaj pač tako drugače, ali zelo karakterna depresija se razvije, ne ona čista prava, ona ampak taka. In je potem toliko težji, in je pač treba spet seveda nuditi, če že sam pravim, to je toliko masovno in toliko rešil, da je totalna iluzija in tudi neetično, da bi zdaj to reševali, da bomo vse te ljudi vlekli, v bistvu sistem bo na enem koncu povzročil 100-kratno te žrtve, mi bomo potem z nekim drugim koncu imeli ne vem kakšno moderno, ne vem kakšni pristopi tudi psihoterapevtski in probali ven reševati. Ker jih, mislim, tam pa itak tudi ne bo delovnih mest, recimo, kaj ti bolj pomaga, tudi če bi vse te spet opremil nazaj, pa jih nekako zmotiviral in tako naprej. Sam hočem reči, da je treba iti v globino, te korenite spremembe, tisto, kar se dotakne večine. To je pa potem lahko samo, kako sem tam rekel, ko boš imel v vsakem sistemu neko patološko pogavstvo, neko manjšino, boš imel tudi v tistem novem neke depresivne. Tam se pa pač lahko pa s temi metodami pristopa. Ne pa, da bomo zdaj mi s psihoterapijo spreminjali svet.
se pravi, ali pa ljudi, da bomo kar vse ohranili, bomo družbeni sistem totalno krivičen, vse znotraj bi pa bolj probali z nekimi ukrepi, ali tam bomo ne pošiljali, ne vem, en bo šel v duhovnost, on bo šel v to. Na koncu vidimo, da je to čez toliko in toliko že stoletij se je pokazalo, da je nikamor pripravljeni, da ne moramo biti vsi budistični menihi. Ja, no, zdaj, če se ja lahko še dodam, nisem imela glih po mislih to psihoterapijo, ampak neko motivacijo, ne, da te ljudi bi bili pripravljeni aktivno pristopati, ne, tudi k reševanjem situacije, najprej svoje, a ne pa potem v smislu. Lahko mogoče samo eno pripombo. Jaz sem se ukvarjala nekaj v okviru ženskih študij tudi z negativnim, pozitivnim, pač zdaj se nimamo časa tako čisto spuščati, ampak jaz bi to rekla, ne, pozitivno je to, kar zdaj govorimo. Skratka, res je tako, kot je Boštjan rekel, treba je premisliti, odpremisliti in preoprašati vse te besede. Pozitivno, negativno, pa recimo prej ste omenila avtoriteto, recimo vodje, proti avtoritarnosti, recimo, ne, pa naprimer permisivna vzgoja. Namreč, dokler nismo upeljali kapitalizma, se o pozitivnosti sploh ne govorilo, o pozitivnem pogledu. To se pravi, to, kar ste vi rekel o tem, a potem bomo imeli pa gnil sistem, ki bo psihoterapiral zdrave, da bo proizvedel zdrave nasmejane ljudi, to že imamo. Samo, da mu ne ratamo proizvajati zdravih nasmejanih ljudi, kar ste vi izpostavljali. Zato je treba to, kaj v resnici je pozitivno, kaj je negativno, temeljito predelati. In to, da recimo, kako se rekel, prostori skupnosti, recimo en tak trenutek je mogoče ta zdaj, ker se na nek način začasno tak prostor vzpostavil in kjer govorimo o tem, jaz bi tukaj rekla, da je negativno tukaj absolutno kapitalizem, pač bi rekla sam za potrebe recimo tega trenutka, in da to, o čem pa mi govorimo, oziroma da ga nekako dajemo na mizo in pretresamo, je pa pozitivno recimo v tem primeru. Točno to. Ampak recimo, to je nekaj popolnoma drugega, kot če vi rečete, da je nekdo, ki leži doma, ali je depresiven, ali pa noče se aktivirati, negativen, in da ga je treba potem z nekimi pozitivnimi, tistimi samopomočnimi knjigami. Jaz jih imam nekaj doma, ker jaz sem pripričana, da smo delno vsi na nek način malo temu nasedli, temu, kako se reče, da inoviraš in ustvariš samega sebe, kapitalizem to omogoča, oziroma da zdaj današnje spodbuja, in ti reče, ne vem, en priročnik reče 25, recimo tudi neurolingvistika, Ja, vse to je v tem najmanj 25krat ali 50krat, ali ne vem, kolikrat na dan si morate reči, sposobna sem, rada se imam, ne vem kaj, to je en način, recimo, drug način je pa v bistvu obrnite vse, menedžerski priročnik oziroma obrnite vse na glavo. To se pravi, če ste do zdaj mislili, da je tako prav, kad delate, zdaj pa glih obratno, dajte pa v te vidu, da boste prišli do nekih inovativnih idej v svojem življenju ali pa v menedžerstvu, vse ni važno, kje pri ne vem kaj, vzgoji otroka ali karkoli. In jaz se strinjam, da o tem se mi lahko pogovarjamo. Mislim, to je vse čisto človeško, ampak ne, dokler je to sredstvo, ki vas dobesedno izžema kot limono, pusti na kavču depresivno, sistem šiba naprej, balon se napihuje, denarja imajo vedno isti procent, ga ima, isti procent ga nima, ta večji. Skratka, ko se bo to nekako razčarali, razgradili, ali bomo spodmaknili, ali ga ne vem kaj bi rekla, preglodali, se pa lahko pogovarjamo o tem, zakaj je en tak negativist, pa pesimist, pa en bi rad samo, ne vem, na balkonu kadil, drug bi pa ne vem kaj. Skratka, to je pol čist legitimno, ampak to je čist nekaj drugega. Druga stvar je recimo avtoriteta, ki jo bi zdaj jaz mogoče v zvezi s permisivno vzgojo, nisem strokovnjak na tem področju, sem pa v zadnjem času pač mama, majhnemu otroku in iz vseh strani butajo te reči, po eni strani, kao prej je bila avtoritativna vzgoja, pa pretepanje, pa otroku niso nudili drugega kot neko vsiljeno disciplino,
ker tudi drugega niso imeli, recimo, ne. Zdaj je pa vse samo permisivna vzgoja, ne. Zdaj pa kar nekaj treba otrokom meje postaviti. Ampak jaz sicer zelo razgledana nisem v tej smeri, ampak nekaj pa, jaz sem bila nekako prisiljena brskati pa brati pa to, zelo malo ali pa skoraj nič v Sloveniji strokovnjakov, ki govorijo o, recimo, o vzgoji, se mi zdi, da je tudi tukaj čutiti samo ta vpliv družbenega sistema. Ker se vsa vzgoja, vsa navodila v zvezi vzgojo se takoj samo preslikajo nazaj na to neko avtoriteto, ne, ki je, to je spet ena beseda, ki je zelo pomembna, ki bi jo treba absolutno dekonstruirati, no, ne, in ta avtoriteta je vedno nek oče, ne, kakšen Roman Vodeb ali pa kaj vem kdo, ne, vedno taka figura, večina teh predavateljev, ki grete kam, ne vem, kam vrtec, da ne, za stare šole, za starše, piše v vrtcu, pejte poslušati, ne, vedno je ta način, ne, otrok rabi avtoritativnega očeta, ne avtoritarnega, ne, ampak očeta, ki je avtoriteta, ne, kaj zvem, istospolne skupnosti že falirajo, da ne govorimo o mamah samohranilkah in tako naprej, ne. Skratka, ko začneš, jaz nisem šla zdaj teoretično ali pa da bi zdaj lahko podkrepila, ampak jaz sem absolutno prepričana, da če začneš raziskovati, odkot ta vzgoja prihaja, prideš do tega, o čemer ste vi govorili, pa do tega, o čemer je Boštjan govoril. Torej, ne? Saj to je po eni strani logično, da je zato, ker mi tudi to smo pozabili v kulturizmu, ker je to ta atomizacija, da mi ne moramo nobene stvari, nobenega pojava, niti na osebni, niti na družbenem nivoju gledati partikularno, izločeno, izuzeto iz celote. Vse, karkoli se dogaja in zgodi, je plod te neke posamezne in kolektivne zavesti, ki je pa pač programirana prek celotnega, predvsem prek kompletne zakonodaje sistema. In to je spet samo ena od, se pravi, nekih hotenih, a ne hotenih prevar, nekih segmentov pod tega sistema, ki se pojavljajo spet neke velike pop ikonografije, ki lahko zato prodaja knjige, služi in prodaja razne take drugačne... Daje rešitev samo zato, da ti pokaže, kaj še narobe in pač moraš ponovno potrošiti ponovno. Ampak hkrati nas pa to skušajo atomizirati oziroma ne partikularizirati v smislu, ne vem, ne šolniki, ne recimo nobene povezave ni med, ne vem, vzgojo otrok, vrtci, ne, tako po eni strani pač so neke zahteve, po drugi strani pa ni zagotovljenih osnovnih, ne, pa ne vem kaj, vedno prenatrpani šolski programi, ne, skratka, no, skupnost odmira, ne, pač tako, no. Atomizirajo, sistem nas atomizira, ne, ampak dejstvo je, da so to ti isti ljudje, ne, ki so potem tam na teh mestih pravzaprav, kako bi rekla, ne uvidijo tega, ne, zaradi ne vem kaj, nekih pač mehnih narcizmov, ko ste prej rekel, ne, lastnih ali karkoli, ne, on bo zdaj veliki razlagalec, pač to primer vzgoja otrok, ne, namesto da bi pač nekaj doprinesel otrokom, ne, mislim, nekaj prispeval pač njihovemu blagostanju, recimo, ne. Ampak tist bi pa vsem še, to ta drugi del je pa vsem, ki je tudi rekla gospa, mi to pa imamo problem zdaj, res, to pa je, kljub temu, ni za to, ne kljub, ampak ravno zato, ker pa je tako stanje, pa tudi psihe, mentalitete in ta apatija, je pa seveda velik problem, ker če mi kadarkoli hočemo prijeti naprej v to spremembo, pa rabimo vsaj to kritično maso in zdaj je problem, kako ti znotraj, ki pa nimaš dostopa do teh ljudi, ki jih jaz seveda nikakor ne gledam kot tako na tak način, da bi zdaj oni to iz neke lenobe kvečen, če že pravim iz neke depresije, pa iz te naučenega vzorca, ki je, to zadovoljni so to žrtve, ne, ampak kljub temu mi te žrtve nagovarjamo, ne, mi moramo z njimi skupaj nekako sodelovati, če ne pridemo do kritične mase, tako da tukaj pa imamo problem, ki je pa seveda isto velja, da ni rešljiv s temi postopki, z nekimi temi skoraj že ezoteričnimi, ne vem kakšnimi drugimi načini, ampak nek način mobilizacije, ker to mislim, da misla gospa to ne pomeni samo zdaj za službo, kot sem rekel, če ne ljudska za neko družbeni aktivizem, za tako drugače sodelovanje, za podporo, ne, ker ti ljudje časem so že tako, pa da niti še ne more, mislim, niti najbolj osnovnega, pa res pravim, ni dovolj to, da greš samo na volitve in tako naprej. Zdaj, kako te ljudi pritegati, da če ekonomsko se ne nudi tega, da je sploh vključenost delovna mesta in to taka dostojna in tako naprej. Potem jaz mislim, da je treba drugega nekaj, da mi pač delujemo kakor lahko na tem počast, kar gre na tem združevanju in tudi njim postopoma jih nagovarjamo, da se tako drugače gor še zmore čist, da ni res čez niko mejo, ker samo še ne more tih sposleva in tako naprej, to vemo, da to je izgubljeno, nažalost, da pol razen če jih uspe, pa da res samo psihiatrija pa tako naprej. Ampak vse ostalo pa probati glih s tem
da tukaj vidijo nek vzgled pa neko možnost aktivnega že sodelovanja, ko pridejo zraven, da se pač te na tak način pa gremo po terenu, se vidite, smo med ljudmi in se tako širi. Druge jaz tukaj do zdaj ne vidim, kaj mislim, da še ostali, lahko tudi če do druge pove, kako prijeti, ker to je pa ključno. Ker če ne bomo tega dosegli te kritične mase, kljub temu, da so zdaj v takem stanju, zato je tudi to najtežja stvar, mogoče težja kot kadarkoli prej, ker ni bilo na tak perfidni način in tako masovno odkole, pač na nek način takrat si imel še več 100 drugih razlogov, še zdaj podrobnosti, ampak kako kljub takem stanju, kjer ti nimaš orodij dostopa do masovnih medijev, šolstva, drugačnih zakonov, da bi ljudi drugače na nek način, da bi se jih drugače nastajali že kot, zdaj, ko nimaš tega, kako prije do tega, da bo vsaj tista kritična masa, ki potem to lahko obrne čist na glavo. To je zdaj, to pa je vprašanje, tukaj ne bomo pa samo reči, ne vem, to ne deluje, to ni v redu, to bi bilo sporno, ampak manjka še zmer to predvsem, kako kljub temu biti tukaj neki najti, vedno se verjetno pa nekako da, saj pač teoretično, ne vem, pogruntati skupaj, tudi to je možno, da skupaj, lažje vsi skupaj dorečemo o tem, tudi najdemo vsak ima lahko neko idejo in se mogoče skupaj ena sinergija teh pristopov najde, vsak ima na svoj način tako. Ker to se mi zdi pa, da je bistvo, če hočemo kaj spremeniti. Jaz sem to izpostavila pravzaprav zaradi tega, ker delam kot prostovoljka in doživljam veliko teh tragičnih zgodb in vidim, koliko je apatije med ljudmi, in zato me to zanima, kako dati ljudem nekaj, da bojo šli v akcijo, da se jim vrne dostojanstvo, samo to. Ker kot prostovoljka vidim res marsikaj in tlele bi bil fajn in premik narediti to. Jaz mislim, pač, ker se pravi, mi smo itak že sodelovali že dalj časa, recimo na tem mogoče osveščanju, da se ljudje sploh zavedajo. Zato, ker je cel sistem, recimo v zadnjih 100 let mogoče, je dejansko tako, bi rekla, tako psihološko doteran, kapitalizma, namreč ne. Mi ga sicer šele zdaj spoznavamo, ampak recimo v Ameriki ali na Zahodu, v Angliji to že traja. Je tako psihološko tako doteran, da je v bistvu razbil družbo na posameznika in posameznika obvladuje pa z neko, bi rekla, masovno ideologijo ali pa z nekimi vrednotami, kot ste vi rekel, ki jih pač ti daje tako nekako skrito, seveda njihovo, skratka deluje na osnovi manipulacije zavestino, kot zelo preprosto pač povem. In zdaj, da bi mi dobili kritično maso ljudi, morajo ti ljudje najprej razumeti to. To ni tako lahko. Recimo, jaz se s tem področjem kar malo ukvarjam, mogoče z enega drugega vidika, ampak tisto, kar ste vi danes povedali, recimo je bilo zame nekaj takih odkritij, ki recimo so mi en čist nov oken še odprla. Se pravi, tle je treba to znanje, spoznanje, zavedanje bo treba širiti, da se dobi ena kritična masa ljudi, ki potem lahko druge. Za te, ki so pa odrinjeni, oziroma za vse, pravzaprav, se mi pa zdi, da je edina protiutež tej individualizaciji, ki nekatere ljudi popolnoma izrine, so nepomembni, oni so baterija, dokler svetijo, da sistem deluje. Ko pregorijo, so nič. Zato se mi zdi, da je pa edina možnost, da se gradi kakršnakoli majhna skupnost. To, kar smo danes, ali pa, ne vem, neko skupno delo, neko srečevanje, ker samo s tem občutkom, da je človek del neke skupnosti, neke minimalne družbe, lahko tisto alienacijo, tisto odtujenost, tisto strah, tisto, kako bi rekla, ne samo spoštovanje in nemoč nekoliko ublažiš. Se pravi, skupnost je protiutež temu izrazitemu individualizmu, ki nekatere ljudi ubija, dobesedno ubija, druge pa pravzaprav izkorišča za to, da kupujejo, da mislijo, da so pomembni, ampak to je vse samo v funkciji sistema. Vse je v funkciji sistema. Tiste peščice, ki pa seveda pozna vse, verjetno psihične strukture in ima vsa znanja in tako naprej, predvsem ima pa vsa sredstva na razpolago za manipulacijo, ker ima v rokah medije, ima v rokah televizijo, ima v rokah tudi internet, kot vidimo, je vprašanje, koliko bo še pač svoboden ali pa, oziroma se tako kontrolira že.
Skratka, ima vse vzvode. Se pravi, najprej se moramo zavestiti, da sploh vedemo, v kakšnem, ne morem porabiti kakšne besede, ne, v kakšnem stanju je, ne. Jaz mislim, da je tako, nisem pesimist, kot vi pravite, ne, tudi niste, ampak zelo objektivno, če pogledaš na različnih področjih, pa se malo poglobiš, imaš občutek zatona civilizacije, ne. Ne samo krize, ne. Tako, ampak upajmo, ne. Bomo probali kaj narediti. Sam še na tole direktno, čisto kratko to, ampak še en pomemben dejavnik je pa to, in ravno tudi tako navežem, zakaj smo to Združeni ljudi takole zastavili. Namreč tega je bilo tudi že precej takih pobud in teh mini mrež skupnosti, ampak jaz mislim, oziroma tudi mi v Združeni ljudi, da smo to sestavili, pa tudi to, da je pa tudi iz psihologije malo izhaja. Namreč, če ti hočeš to, en izmed temeljnih motivacijskih dejavnikov, da potem te ljudje tukaj nekaj ustrajajo, delajo, da se jim zbujajo, da začnejo te občutki, je pa ta nek feedback, se pravi nek občutek, da je to tudi ima neke rezultate. In tukaj je bil velik problem. Če spet ti skupnostni prostori ostanejo razpršeni, atomizirani, tudi če so med sabo znotraj lahko nekako kohezivni, je še vedno premalo, ker ponovadi se izkaže, da nimajo efekta, nimajo nekega rezultata, kaj ga pa oni notri člani recimo rabijo. In to jih potem naprej poganja. In zaradi tega smo mi tudi tukaj postavili to platformo, kjer lahko vse te, a veste, kaj ste vi rekli, kako, imamo ta prostor, kjer ga lahko nevladne organizacije, društva, gibanja, ne, vsak je povabljen, ki bi pač normalno, da moramo biti pa programsko sorodni. Tako da to je že en direktni način, skratka ne da samo spet, ker tudi ta način samo ozaveščanja, tega tudi velikrat govorimo, ampak to zbuditi zavedanje ob tem, da nam te sile, ki smo omenjali, kjer je 100-kratnimi močmi prek drugih medijev in drugih področij v drugo smer vlečejo ta voz. To zaradi tega je izrazito tudi neučinkovito, oziroma ne moramo samo na to pristajati, to gre lahko prepočas, to je kvečem bolj neka spet evolucijska, kolektivna, da se spreminja, kar pa vprašanje, če bi bilo zdržalo zaradi čisto okoljskih in drugih zadev. Skratka, zato je edini način, da vsaj malo pospešimo, kolikor je največ mogoče to, da vse te male sorodne pobude že združujemo na nekem mestu, kjer bojo pa lahko dejale konkretno celo na zakonodajnem nivoju, pa tudi če bo to zaenkrat samo par mest v parlamentu, kjer lahko le vlagaš zakonske pobude tam. Skratka, če bomo to združili, nastaja ta sinergični potencial, da bo to imel efekt, kar je pa najglavnejši, pa tudi če bo minimalen, ampak bo pa boljši, kot je ta zdaj razpršen, in tako bojo ljudje motivirani, tisti, ki bojo noter, da poglejte, se trudimo, ampak to ni za manj, ker zdaj se je veliko dogajalo, da vsa ta gibanja, je bilo vsak odpiral nekaj vrtičkarsko in potem je več ali manj bil čist podhranjen, vsak nekaj sam je to razpadali, zveneli, šel drugam, je bil vsakem 10 koncih, tistih par je pa izgorevali. Tudi tle noter se to lahko dogaja. Ne moreš ne vem, kdo pa bo, če ne glih tisti recimo najbolj zagrizeni entuziastični aktivisti. Skratka, to jaz mislim, zato mislim, da je to ta prednost Združene levice, ki jaz pač poudarjam to, da je v tem četrti skupini poleg teh strank, čista civilna družba, posamezniki, ki se glih na tak način inkorporirajo in tukaj bolj počutijo, imajo tudi res formalno enakopravnost, pa hkrati, ker nas je toliko več, pa le skupaj, čeprav smo še zmeraj šibki, normalno napravim vsem tem drugim silam in tem stanju večinske še mentalitete in potrošništva in tako naprej, ampak kljub temu tukaj se le vidi neke opremljive lahko rezultate in tako bo potem ta snežena kepa naprej se nadaljevala, ko bo ljudje začutili ta feedback, povratno informacijo, da tukaj se pa na nek način splača v tem smislu. Ne zaradi seveda finančnega, kakršnikoli efektov, nekih takih zaslug, nagrad, ampak samo zato, da s tistim delom, prispevkom, da vidiš, da se pač nekaj premika. V tem smislu je pa ta napredek drugačen in tukaj nujen. Če ne, pač tisto občutek, da se bori zmiji na veter in to slejka prej vodi tudi noter lahko do totalno apatije, depresije in ljudje so se včasih že tako čisto umaknili. So bili zelo zagrizeni, pa vidimo, da zdaj komen. Tudi tiste ni težko da nazaj še potegnemo. Ko enkrat padeš čez tist rob, da si nekako razgubil, je zelo težko pa nazaj. Zato pa pravim, edini način jaz tako videti, tako da vabljen. Nekaj se jih reči, nekaj ne. Tudi jaz sem bila nekoč pesimist, ampak sem zdaj kljub temu stanju, kaj je optimist. In tudi zaradi vaših besed, danes sem optimist. Super, bilo pozitiven učinek. Mislim, da smo odprli tem še za 2 okrogli mizi, ampak za danes pa mislim, da če zdaj zaključimo, jaz bi se še zahvalil obema sodelujočima, Boštjanu in Simonu, in vabim še dan, pa še dogodek, bo treba ponoviti. Hvala za beležbo.